delaš? Jutro. Že delaš? A je že jutro? Jutro že. Jure, sekundo. Veš, kaj bomo mi dva zdaj naredila? Ciril Komotar. To je zdaj že, kaj, kjera neupravičena? Ciril Komotar. Ukor pod izključitvijo piš. Ukor ravnatelja pred izključitvijo. Evo, tole. Gospa Sem te podpiš, Ja. tole tlele. Gospa Komotar, je imel sine težave v srednji šoli, ne? Vem. Imamo mi iste probleme. Nič ni boljš. In do februarja, saj do sredine februarja, mi dva sva tukaj neupravičenih seštela, da ne bo kakšnega rižuga narastka, ne? Bog nadej. Ne. Naj bo kazan, naj bo vzgojna. Pri svojih 40-ih, ne? Še pride na šiht s krmežlavkami, ne? S čem? Krmežlavke. Krmežlavke. A veš, kaj so krmežlavke? Krmelje. Ja, ko se ti kleda bere, pa ti meglenka stisne, ne? Ja, podpis, čakaj. Krmežlavke. Ukor pred izključitvijo. Hvala, Jure. Evo. Ej, kaj bomo danes počeli? Sranje je na cesti, ne? A ne vidiš? Je, ampak preden gremo na te tvoje avte, ki si jih vrgel na kup, za vse tiste, ki ne gledate, Jure je zmetel avto na kup. Hočem ti povedati, da imamo še zmer sponzorja, veš? Ja. Ja, Petrol, hvala, ker nas podpirate, hvala, ker verjamete v nas. Jure, ena dobra novica. Imamo skoraj zeleno luč, da gremo pogledati tiste vetrnice, vetrno polje na Hrvaškem. Pa še en cukrček za zraven. Zraven tega vetrnega polja se gradi brezoglična plantaža sončnih celic. Tako da, To je to. Pa, veš, kaj bi kle rekel? Mogoče je sponzor taka malo groba beseda, preveč marketinška. Ker glede na to, koliko smo v eter spravili vsebine, jaz bi rekel, da je Petrol, pa brez olepšavanja, pa čisto iskreno mislim, pač tak partner mobilnosti, ne? Vseh nas, tako ali drugače. Mislim, a veš, poleg tega, da nas podpirajo, pa nam pomagajo ustvarjati ta podcast, ne samo tako, pač, da preživimo, pa da imamo kruh na nek način, tudi z vsebino nam pomagajo, no? Meni je bil zadnji podcast vrhunski. Mislim, ne samo, da pomagajo z vsebino, pač kreirajo stvari, lej, vsakič zvemo tudi mi kaj novega, vidiš, premaknili smo naprej, zvedeli smo zadnjič, da se bo dalo tudi plačevati S kartico, kjerkoli se boš ustavil, tako na črpalkah, kar je za mene, mislim, kar je za vse nas sigurno dobra novica, ne? Dio aplikacije te stvari, ne? Sej tisti, ker bo živo polno elektromobilnost, bo ve, zakaj se gre. Daj ti zdaj povej, zakaj si avto zmetel na kup. Meni zgleda to, kaj je ena prometna nesreča. Ja, to je težko prometna nesreča, ne? Vidiš, da Peugeot je v boliti obrnilo okrog 908, ne? Kamo pa zdaj? Ja, Ciril je po levi preletel s tem svojim fuzijskim reaktorjem, ne? Ja, zdaj bo treba Meni se zdi, da je nekdo ujet od spodaj tam. Ja, pa tišina je, kar ni najbolj. Ja, fante bo treba poklicati. Koga ćemo danes poklicati? Koga drugega kot Heavy Rescue Team. To mi deli. Ej, pa še preden, kle moram nekaj tudi povedati, ne? Povej. Kadar se zgodi tak mes, kle so sreči makete za vse tiste, ki ne gledate, vam povem, ampak zgleda pa kar grozno. Če bi kle še cesto narisali, je eno tako resno verižno trčenje. Jaz sem zelo ponosen tudi, da smo atmosferci skupaj z Zavarovalnico Triglav. Iskreno sem ponosen na to. Naredili kar en par takih res udarnih vsebin, povezanih z varnostjo, z nasveti, z alkoholom, predvsem pa, da predstavimo tudi ljudi, ki pridejo pa poskrbijo, da bo vse v redu. Ne? Res je. In danes pridejo eni taki fantje, ki pridejo pa poskrbijo, da je vse v redu, ampak da je vse v redu na koncu, ne? Pa poskrbi tudi zavarovalnica. Ne? Ja. Pa zdaj ne mislim izplačilo pa zavarovanja, pa kasko, pa zavarovanje proti potresu, ampak všeč mi je, rad delam Zavarovalnico Triglav zaradi tega, ker na svoji spletni strani vse bo v redu, imajo tudi res koristne informacije, da vse ostane v redu. Ti povem en zanimiv primer, ki se je zgodil, ne vem, vsi smo čutili veliki rušilni potres v Petrini. In vsi smo začeli googlati in jaz sem takrat bil zelo, zelo presenečen, kakšne dobre informacije o potresih. Z strokovno obrazložitvijo, kaj se zgodi, kako se zgodi, zakaj je treba takrat reagirati tako, kot je treba, sem dobil na
bom rekel, v tej bogati spletni knjižnici vsebin Zavarovalnice Triglav na portalu vse bo v redu. Ne? In jaz mislim, da ta edukativnost, ne, da imaš ti enega takega partnerja, ki je pripravljen na zanimiv način podpreti tudi v končni fazi vsebino, ki ljudem prinese razmislek o tem, kako živeti fajn, pa da bo vse v redu, se mi zdi, da je kar ta prava stvar. No. Pa če smo malo bolj specifični, vsaj v tem zadnjem primeru, sodelovali smo pri videu, ki je nastal in ozavešča o tem, kako gorijo baterije oziroma kako lahko zagorijo baterije in kako v tem primeru gasilci posredujejo in kako sploh naj ne pride do tega. Ne? In jaz lahko rečem, da sem užival, pa da sem bil noro presenečen, kaj se lahko zgodi. O tem bomo itak malo več govorili. Glede Zavarovalnice Triglav pa gasilcev, ti pa lahko povem, da tudi z njimi sodelujejo zelo veliko in na lokalni in na profesionalni ravni, so že dolg časa njihov partner in tudi to je treba poudariti. Zdaj pa k gostu. Gost je pa. A kar povem, je pa primer. Daj povej. Boštjan Žagar. Boštjan Žagar je vodja druge izmene na gasilski brigadi Ljubljana. In član Heavy Rescue Team. Ja, pa to je v tistem Žakara, veš, ko zna v avto prideti, ne sem čez vrata, tudi čez prtlažnik, pa čez streho, pa valjda ima svojo muzo, ne? Ampak pol pa v podcast. To mi deli. Boštjan, pridi not. Gremo delati. Fanta, a smo ready? Boštjan, a si, se nisi dežuren, ne? Ne, sem pa jutri čez dan dežuren. Jutri čez dan, dobro. Do jutra bomo končali tale podcast. Ja, računam na to, no. Je pa slabo vreme napovedano. Kadar je slabo vreme napovedano, bolj nabruste veje brškarje. Ne, v bistvu sploh ne moreš verjeti, da slabo vreme je povezano s prometnim, to je res, ampak so praviloma take manjše. Zelo redko so velike. Izjema je megla. Tako da če rečemo neke ful hude snežne padavine, pa neka velika megla ali pa res tisti naliv, rečeš te ekstremne razmere. To so ponovadi razlogi za hude prometne. Tako da tudi, ko te kdo vpraša, ti, a bomo kaj trenirali hude prometne, ja, dej najprej dež spust, dobiš občutek. Ne. Drugače pa bolj je zanimivo petek zvečer pa polna luna. To je tisto tipično. Če rečeš petek zvečer, polna luna, pa po možnosti še 13, to že veš, da to se bo dogajalo. Se pravi, to niso neki tabuji. Ne, to je resnica. A res? To dejansko drži, moramo pa priznati, da pa res iz leta v let, ko malce sam spremljam zase statistiko, ki me te zadeve zanimajo, bi rekel, je rahli upad, ampak še zmeram pa drži to. Pa še nekaj, če nisi dežuren, pa je zdaj, ne vem, neka naravna nesreča, to pomeni, da pač si aktiviran v vsakem primeru. Tako je, sistem je v Sloveniji narejen, bi rekel, na nek način zelo preprost, po drugi strani pa zelo kompliciran. Tukaj, če mi dovolite, je Slovenija razdeljena na poklicne prostovoljne gasilce. Veliko večino je prostovoljnega dela, tukaj tudi takoj pohvalim. Slovensko gasilstvo na splošno je na zelo visokem nivoju, tako z opremo kot z znanjem in se nimamo česa ne bat, ne sekirati. Pa upam, da mi ne bojo zamerali kolegi še nekaj organizacijskih rezerv, definitivno. No, in v primeru nekih takih manjših nesreč se večinoma vse to pokrije, čisto mi rečemo klasični izvoz, lokalna enota, lokalne pristojnosti. Če se zadeva povečuje, se seveda to upgrade. Primer je bil letošnji Kras, ki so ga vsi opazili, kako se pač cele Slovenije potem to kopiči. Ne glede, a si dežuren ali nisi dežuren, ko pride do nekega dogodka, ko je potreba tako velika, seveda avtomatično postaneš aktiven. Je pa seveda, ker moramo tukaj zajeti celo Slovenijo, v Ljubljani, na primer, kot takšni, imamo pozive preko telefonov, klicev in tako naprej. Drugače postaja sistem paginga, sistem telefonskih informacij, prenosa podatkov, tako da je vse odvisno od nesreče, od dogodka, kako hitra ta aktivacija more biti oziroma je zaželena, da se izvede. Boštjan, dobrodošel v Atmosfercih, drugače hvala, po by the way. Smo kar takoj padli v debato. Tako je, dve pri gasilcih, en večer lahko šah, na klic. Pa je pa tam na klic, akcija. V bistvu je tako, ne. V bistvu kar ne moramo žurati, ker ne veš, da boš mogel delati, ne. Ja. Pa še vedno plešete na štangah, polka gre za res, ne. Tega komentarja se bomo držali, ne. Čeprav štange imamo, nimamo pa največje, da ne bo pomote, ne. Dobro smo začeli. Ne, zdaj ples na štangah, tukaj da pojasnim, ne, da si nekdo tam to napačno predstavljal. Ne. Oni v spodnjem štuku hitreje pridejo po štangi dol, kot po štengah. Ne. Ja,
Tudi to se spremenja. Tudi ko so več starejši gasilci rekli, tiste stare modrosti, ne, bo že videl, ko star. Pa danes se nimam za starega, ampak res magična meja, očitno je ta 40-ka. Grem tudi jaz raj po stopnicah kot po štangi. Mene so glih enkrat v vaši brigadi, Ljubljanski, ko sem že enkrat delal z vami, so mi pokazali to. In to je kar scary, veš, Saša. Ti tu boš štanga. Jaz bi to probal. Jaz takoj dobim idejo, jaz bi to probal. Lahko prijavim. Ne, to ni za tvoje kolena. Lej, prosim te, Jure, mene je gasilski na Brniku me odplahnil po stezi, tako da ta štanga bo zame, veš kaj. Ok, če poslušate pri Citroenu, dajte mu pod kolena te hidravlične dročnike. Mislim, dobrodošel, lahko že danes nekaj uredimo. Ne, danes ne. Danes lih niso ta prava kolena. A je polna luna, je petek? Ja, petek je. Petek je pa drž, boš tudi kar nasilno. Danes ne bomo. Boštjan, koliko časa si že poklicni gasilec? Jaz pa moram priznati, da sem prišel na en tak zelo zanimiv datum v gasilsko brigado Ljubljana. Sicer sem imel, bi rekel, zaposlitveno pogodbo že malenkost prej, ampak 3. januar 2000, milenium. Datum sem si pa zato zapomnil, ker se prav spomnim, ko je bilo tisto leto, zdaj bo pa vsi kompjuterji crknalo, vse bo šlo v franži, tako in smo res vsi pričakovali, kva zdaj to bo, jaz pa tako, v službo grem. To je pa gasilski pole position, kar se datuma tiče. Mislim, jaz se spomnim tega datuma, pa prav spomnim se, kako praviš tega pričakovanja, kaj bo, a bo elektrike zmanjkala, ne vem, pač vsak je imel neko idejo, kaj se lahko zgodi. Preden zakorakamo v tiste čiste zaresne teme, lahko je še eno take vprašanje, ki so me vedno zanimali. Valjda. Imaš ti v brigadi svoj najljubši kamion ali pa avto, gasilski? Iskreno povedano, ja, manjga v smislu, kjer mi je najbolj všeč in seveda glede na to, da sem rekel, izredno specializiran na tehnični del, seveda so mi te tehnična vozila tisto, ki me najbolj navdušuje, najbolj fascinira in tudi največ energije vložiš v njega, želiš imeti čim več od tega. A tu je 6 pa 7 še vedno? V bistvu pri nas rečemo temu VO7, naša 6, ki že poznaš, v imenu mi včasih so rekli, ko smo imeli nemške te kratice, smo rekli urodno vozilo, se pravi vozilo, v katerega dobesedno probamo čim več nekih stvari naložiti, da pridemo in začnemo nekaj delati. Z tega naslova je tudi tukaj v tem vozilu urodje za tehnično posredovanje, ki ga popolnjuje specialno vozilo. Je pa primarno seveda pri nas ta gasilsko vozilo, GVC mu rečemo s kratico ali pa gasilsko vozilo kot takšno za cisterno, tisto, ki je udarno. Se pravi, na temu baziramo. Jaz, tako kot najbrž večina zdaj nekih lajkov kriči, mene tudi pač zanima, kaj to pomeni 6, 7, dajte malo razložiti, ker ti si takoj skočil 6, 7, jaz nič ne vem. Ja, on je naš, ne. Ja, sej zato. Lahko sem jaz ti povem, čisto na kratko, pa bo pa on še povedal, on bo tudi na dolg povedal. On je gost, Jure. Ta 2 kamiona, ki je v bistvu operacijska dvorana za jeklo. Ok, Boštjan, prosim te. Ga bom popravil. Sta 2 kamiona, to je res, okay. To je dejstvo. Pa tudi zelo draga sta, da ne pomote. Je pa tako. V Sloveniji imamo tipizacijo, po katerih imenujemo oziroma razvrstimo vozila v kategorije, kam kaj spada. Jaz se ne bi spuščal zdaj prav v detalje, ker mislim, da tudi ni interes. Seveda znotraj enot pa imamo nekaj, da rečemo zmeraj neka ljubkovalna imena. Tako da neke kratice, ki jih nekdo ima, konkretno pri nas imamo seveda garažo razdeljeno na primarni izvoz, rečemo 1 do 8, pa potem 11 do 18 in to so tista vozila, katera skladno z zakonodajo morajo izvoziti znotraj 1 minute. Se pravi, to je tisto res, to mora biti. Potem so pa neka rezervna vozila in seveda ta vozila, da jih mi lažje in izvažamo, lažje kontroliramo intervencije, kdo kam je, da ljudje lažje vejo, zakaj se gre, smo jih enostavno uštevičili. In nehote skozi te številke smo tudi prišli do nekaj, mi rečemo prvi vlak, drugi vlak in to so tudi potem naši taki izvozi, karikirano. Če bi bil nek požar stanovanja, rečemo prvi vlak je to najbolj tipično, rečemo 1, 2, 3, 4, v resnici to pomeni poveljniško vozilo, gasilska cisterna in neka avtolestev. Če je neka prometna, pri nas rečemo 6, 7, dejansko je pa to neko gasilsko vozilo plus tehnično vozilo za vso opremo. Tako da to je to. Tako da to je pri nas, tudi v nekih drugih enotah imajo številke, ni pa nujno, da številka 6 nekje v Sloveniji isto vozilo predstavlja. To je čisto taka interna. Pa ima to vozilo dejansko 6 gor, se pravi, če naslednjič vidim gasilska brigada Ljubljana, pa 6 gor, bom s prstom pokazal na tega in mu rekel, to je polni iz podcasta. Točno to. Okay. Veš, kako veš, da je še ta Boštjanov strojni ljubček, ki ima tudi hija pozad.
Tu ima pa 7, kaj ima še? Spet jaz moram tle vskočiti, razložite. Zdaj ga moram prvo upozoriti, sicer ima hijab gor, ampak drugače temu rečemo dvigalo. Dvigalo, ok. Jure, Dobro, no. Ven te bom poslal. Pa le ni treba, se v redu, se zdaj ful reklamo dela. V redu, tako rekel, vsi imamo neke take ljubljenčke, vsi se želimo več in je pa tudi tako, mi strmimo k razvoju. Zakaj k razvoju? Ker vozilo, ki je bilo 15 let nazaj, top, res top, ko smo si ga samo želeli, ga danes še zmeraj občudujemo, še zmeraj je to v nekem trenutku bila vrhunska tehnika, ampak je to, danes že več ne zadostuje vsem spremembam, ki so se zgodile. Tako na področju gradbeništva, v smislu požarnih intervencij, kot tehničnih. Če mi dovolite, da tako primerjam. Ko sem jaz 2000 nastopil v gasilski brigadi ali pa na splošno v Sloveniji, je bilo v gasilskem vozilu voda, nekaj cevi, 2 ročnika, morda še kakšen kos dodatne opreme v smislu sekire, motorne žage in je bilo konec. Ko danes to vozilo odpreš in dvigneš, rolete zložiš ven, je to, marsikdo sploh ve, kaj je noter razloženo. Drugo, to je toliko ene opreme, da enostavno, če ne spremljaš, če nisi v tem noter, niti več ne veš, kaj je noter spravljeno. Ker je enostavno ta raznolikost dela, ki je postala naša obveza, tako velika, da enostavno voziš vse seboj. Pa glede na to, da spremljaš to, kako tehnika napreduje, pa da veš, kakšno opremo imate, a si v tem trenutku želiš boljše opreme, ali lahko rečemo, da je gasilska brigada Ljubljana ta hip opremljena tako, kot mora biti? Sem odgovor zelo preprost. Mi smo opremljeni tako, kot mora biti. Vsekakor imaš kakšen košček, ki bi si ga še želel. Vprašanje se pojavi, ali je res ta znesek, vrednost tega vredna tega, ali je res potrebno. Tako da lahko mirno rečem, da 99% je to, kar nekako potrebuje mesto Ljubljana, kar potrebuje. Tako da tukaj definitivno. Mogoče smo malo kratki, mi smo za te rečemo prve izvoze, pa neke srednje domete intervencij zelo dobri. Je pa le mesto, koliko je veliko, številčnost je, kolikršna je, budžet je kakršen je, ko pa prije res do tekih velikih zadev, smo pa prekratki v smislu številčnosti. Tako da jaz mislim, da lahko rečem zagotovo, da generalno smo zadovoljni in to je to. Se pravi, številčnosti pa misliš po številu vozil in po številu gasilcev? Tako je. Zdaj Ljubljana se je, koliko smo prej imeli, tudi prostovoljno poklicna. Nekje nas je, rečemo, zelo grobo, nas je 132 v operativi, tudi tisti, ki smo terenci, potem imamo še suport dnevne službe, tako da zelo grobo 150 nas je zaposlenih in imamo še 35 društv v Ljubljani prostovoljnih, ki seveda imajo članstvo različno veliko. Mislim, da se ne bom zmotil, če rečem, da teh 35 društv zagotavlja v nekem trenutku med 700 pa 1000 nekih ljudi, na katere mislim, da lahko komot računamo, da delamo z roko v roki, da se ljudje lahko zanesejo na njih, da upravljajo svoje delo enakovredno, kvalitetno, tako da skupna masa ni tako majhna. Tudi vozil ni malo, tudi vozil je preko 70 vozil je takih res pravih in to za neko masovno dogodek na avtocesti, to je več kot dovolj. Če se pa preselimo, da imamo nek potres, boh ne da, je pa to zelo malo. Ljubljana, če potegnemo črto, mi se pogovarjamo o 500 000 prebivalstva, ki ga je notri. Če je en tak rušilni potres, ala Petrinja, mogoče rahlo višji, mi bomo imeli takoj 50, mogoče šlo 100 000 ljudi, ki bo potrebovalo pomoč. In moramo računati, da ta številka 1000, ki smo jo prej omenjali, so tudi del tega in smo prekratki. Tako da v takem primeru dejstvo je, Ljubljana si bo lahko le deloma sama pomagala, vse ostalo bo mogli priti iz odzuni noter. Recimo, kako izgleda življenje poklicnega gasilca? A gremo čez en dan recimo v gasilski brigadi? Ali pa mogoče ne en dan, ker vem, da en dan nič ne pomeni, ker razložite dnevno, nočno, dnevno, pa, ker to je pomemben dejavnik tega poklica. Ne? Ja, dejstvo je. Poklicni gasilci vsi generalno v Sloveniji delamo, to je še iz tistih časov, prejšnjih rečemo ruski turnus, ker smo ga dejansko po Rusih povzeli. Zelo grobo to pomeni, da delaš 12 ur čez dan, potem si 24 ur prost, 12 ur po noči in potem 48 ur prost. Če bi tako prenesel v to v teden, ponedeljek od 7 do 7 in prideš v torek ob 7 zvečer in greš v sredo ob 7 zjutraj domov in se zopet vrneš v petek ob 7 zjutraj. To je en tak ritem in ta ritem se vrti 365 dni na leto. Tako da, če načeloma rečeš, jaz sem član druge izmene in če me ne bo do penziona nekdo zamenil ali pa nek drugi ritem dal, boš furil ta turnus. Bom do penzije furil ta turnus. Se pravi, če me zdaj vprašata, kje bom 2032, 3. januarja, lahko že vem, če me ne bo nekdo predstavil. Kako je skromno povedal, jaz sem član druge izmene, v resnici pa je komandir druge izmene.
Ja, komandir, to je, kako se temu reče. Moja funkcija je zgolj, da ekipa funkcionira. No, da si boste ljudje lažje predstavljali, kako res izkušenega mojstra oziroma komandirja imamo danes v pisarni. Ne? Prej smo se pogovarjali, če bi zdaj le bog ne dej zagorela najvišja stavba v Ljubljani ali pa v Sloveniji, bi bil ti v celoti odgovoren za intervencijo, če bi tvoja skupina izvozila? Kle mora biti zelo previdna. Prvo, kar je, mi pokrivamo Ljubljano in tudi odgovornosti so naše znotraj Ljubljane. Tako da kadarkoli lahko jaz govorim v mojem položaju, na katerem so tudi moji ostali kolegi, seveda govorimo o pristojnostih znotraj mestne občine Ljubljana. In pozicija sicer, ki jo jaz upravljam, iz vidika odgovornosti predstavlja, da v danem trenutku, če bi bila v objekt in si v tem trenutku na delovnem mestu, seveda si odgovoren za kompletno intervencijo. Temu mi imenujemo vodja intervencije. Je pa dejstvo, zdaj ste pač izpostavila največjo zgradbo. Največje zgradbe jo nihče ni sposoben sam pogasiti. Tako da tukaj se ekipa zelo hitro razširi, bom rekel, z mojimi kolegi, sodelavci, ki se potem te naloge porazdelimo v okrogu. Tako da odgovor delno pravilen oziroma naslavljanje. Boštjan, jaz bi se vrnil nazaj na tisto moje vprašanje. Model je car, no? Ja, je car. Gremo nazaj na tisto moje vprašanje. Kako izgleda tipičen dan gasilca? Ja, če se vrnem na tisti turnus, tipični prevzem, mi rečemo prevzem izmene nekje 10 do 7. Čeprav je služba ob 7, mi začnemo nekje do 10 do 7 in tistih nekaj minut to pri nas, ker smo malo večja enota, izgleda tako, da se na eni strani in na drugi strani garaže mi rečemo postroji, v resnici se pa postavi 2 izmeni, povprečju je to nekje 24 do 25 ljudi, manj nas niti ne sme biti, več je pa dopusti in tako naprej in poteka, bi rekel, prevzem, kdo je na katerem vozilu, kdo je za kaj zadolžen in potem seveda to, ko se ta prevzem izvede, posadke enostavno pregledajo vozilo, opremo, če vse tam, kjer mora biti, če vse tako klapa. Vizita, gasilska vizita. Vizita, ja, točno tako, ja, gasilska vizita. To praviloma nekje traja 15-20 minut, včasih pol ure, vse zavisi, kaj se je predtem dogajalo. No, ampak dajmo reči, da je tak povprečni dan, da je zadeva dosti ok, je to ponovadi kakšnih 15-20 minut. Posadka ima potem nekje do 7:30, temu rečemo čas za sebe, za kavico, za tisti, rečemo, briefing, dobrodošlico, se že ni dolgo časa videl. Medtem, ko bi rekel ta, rečemo, vodstvo izmene, če smo se prepogovarjali, da smo 4 izmene, v bistvu začne z temi prvimi sestanki, v bistvu kakšno je stanje, kaj se dogaja, plani izobraževanja in vse ostalo, zato da potem dan sploh steče. No. Tako da nekje med 7:30 in 8, vse zavisi sve od, kako smo rekli prej, kakšen je dan, je potem ta prenos informacij, razdelitev teh, mi rečemo, dnevnih del, kaj dejansko so tisti dan delali in začne nek tak standardni ritem. Ta standardni ritem čez dan, tak delovni dan, poteka nekje do 2. oziroma 3. ure, zopet je vse malo odvisno, je pa sestavljen iz, rekel, čist dela v hiši, v objektu, se pravi vzdrževalna dela, mi večinoma delo pravimo sami, nekih beljen, takih zadev, večinoma sami, usposabljanja, se pravi treningi, ki so pač redni, servisi vozil, pospravljanje opreme, popravljanje opreme in tako naprej. Tisto rečemo, vse, kar je treba pač noter postoriti. Zdaj, kakšno je to razmerje med katerim delom, je čisto odvisno od dneva. Ne? Zdaj, vse mi zagotavljamo, smo le 7. kategorije, kar pomeni, da moramo v bistvu zagotavljati vse sistemske odzive in potaplaštvo, reševanje z vodi in tako naprej. Tako da v bistvu, ker dobršen del posadke je v bistvu takoj na treningih. Potaplači so redno pod vodo, tako da in tak zdaj. Nekje ta popoldanski del po kosilu, mi seveda je tudi malca, no, k sreči moram reči, da lahko rečem kar za celo brigado kot takšno so odnosi dobri, ekipca je svetovna in tudi ni neke take zlata pravila, zdaj točno zdaj pa morate vsi na malco, ampak je tako malo, bi rekel, prilagodljivo. No. Nekaj rečemo po 4. uri, ni več te formalne zadolžitve in je popoldanski del zopet namenjen bodi si treningom za usposabljanje na področju gasilstva, bodi si neko samostojno izobraževanje, bodi si prosti čas, v smislu, da dejansko lahko se tudi preko pogleda kakšno televizijo ali kaj takega in pa velika večina takrat to izkoristi tudi za ta fizično pripravljenost. No. Moram pohvaliti, imamo kar dosti dober fitness, oziroma rekel tudi komplet možnost, tako da se potem ta del nekaj do 7 zvečer, oziroma rekel vsaj do 6:30 se potem s tem delom potegne, ko se dan počasi prelevi v, rekel, proti zaključku. No. Vse to govorimo, če ni intervencije. Itak pač intervencije, verjamem, da so vsakodnevne, pa tudi če gre za, ne vem, če sosedi pušča voda, pač vi morate reagirati na te stvari, ne? Tako je. Zdaj, koliko sem prej že omenil, mi smo velika enota, tako da velikrat, ko nekomu neka voda pušča, mogoče gre sta 2 ali 3, še zmeraj nas je tam 21, tako da življenje tako dosti rutinirano poteka. Če intervencija večja, v vsakem primeru gremo si vse enostavno spusti iz rok in se ukvarjamo z intervencijo, pač vse počaka.
Je pa tako, koliko ste imela arzenal intervencije, tudi zgodbic. Imamo en dan prekratek, da vse te zgodbice povemo, kaj vse se kliče. Smo pa trenutno, včeraj slučajno nekaj nanesli, smo neke številke gledali, tako da trenutno, v tem trenutku smo, če gledamo skupni odziv mesta Ljubljana, mi to imenujemo javna gasilska služba, imamo povprečje 8 dogodkov na dan. Se pravi, ljubljanski gasilci 8-krat na dan nekje posredujejo. Kaj pa so bile najbolj bizarni klici? Maček, opica mi je šla in na vrh hrasta. Sem bila stara pripravljena, da se spustimo v to debato. Kakšen ga moramo slišati? Lisice? Lisice je bilo že kar nekaj. Ja. Ne govorimo o živalih. Ne govorimo o živalih. Ne. Tako da lisica niti ni tak problem, se to hitro rešimo, bolj je problem, če je prepet. Zdaj mi še ložgal. Zdaj si pogruntil lisice. Se niso jagri. A misliš? Čakaj, štango si takoj pogruntil, lisice pa ne. Ja, Staro se je. Pa kaj, lisice moraš pa s fleksarco doj ruke ali Weber? Ne, imamo ogromno manjšega orodja. Moram reči, da tudi ta del, ki bi včasih kot dosti improviziran, imamo enega izmed sodelavcev, ki je, jaz tem rečem se... Specializiran za lisice? Ne za lisice, ampak nasplošno ta, ekstrikacija, vlamljanje in tako naprej in je v bistvu res postavil en tak vrhunski poligonček, tudi en tak sistemček, tako da danes imamo kar nekaj teh manjših, večjih naprav, da se da to elegantno rešiti. Je pa tako, lisice še niso najbolj bizarne, ko je en tak obroček, če za slušalce, ki poslušajo tole, kaj to pomeni. Ja, obesek atmosferskih. Ja, tako, to si zamislite na enem izmed organov nekje, ko to pol zateče. Shit, pa moraš... Shit. Ja, kaj je, Jure? Mislim, da ga boli zdaj. Res ni bil tako gasilc. Tako da te so tiste, ko si pač izvol na štango, medtem na drugi strani so pa tisti, ko rečeš, ali res ljudje ne poznajo meja, pa je, prav enega spomnim, ki sem bil še mlajši, ki je bilo, pač sova je na drevesu ujeta, da pač treba rešiti. Sova je ujeta na drevesu. Sova na drevesu, zdaj, da bo razumeti, ljudje imamo, ni da ni, ljudje imamo vse živo in vrvice in vozme in tako naprej in to, da ti v Ljubljani nekaj užival, nekega ptiča pobereš, ki se je z neko vrvico ujel na vejo, ker ga je nek lastnik pač peljal na sprehod, je pač ni nekaj neobičajnega, ampak zdaj, ko te pač pokličejo sova, rečeš, pač gremo še eno sovo pobrati, pridemo tja, pogledamo gor na drevo, te sove ni, Kaj je zdaj to? Namišljena. Zdaj to klico, gospa se seveda javi, dober dan, vse tako, ko mora reči, sej zdaj ni problem, se ona vsak večer nazaj na isto vejo preleti. Gospa sova je. To so pa tiste, ko rečeš, kje so meje. Ja, ampak se si predstavljam, da kako pa pol filtriraš te stvari v smislu, moraš se odzvati na vsak klic, ker je to pač pravilo, ampak Filter je težek, izredno težek. Zakaj je filter izredno težek? Ker vse zavisi, na kakšen način je prijava podana. Če prijavitelj oblikuje prijavo, pač, dajmo reči, nekateri dobro vejo, kako mora oblikovati, potem filtra niti ne moreš upoštevati, ker ga pač moraš to narediti. In pač greš tja, pogledaš in potem nekako rešuješ ali filtriraš. Če so pa prijave korektne, poštene, se pa da to sfiltrirati v smislu, pač v tem trenutku ne. Če se bo čez pol ure še dogajalo, mi lahko mačka rešimo vsako uro v Ljubljani. Vsako uro je en maček na drevesu. Zdaj, če se bomo vsakega mačka odzvali, ki ta maček slučajno zdaj gor splezu lastnika, hoče ta moment, to je noro. Mislim, še noben maček ni ustal na drevesu, če me razumete. Pač prišel dol. Tako da v nekem trenutku so filtri zelo težki, v nekem trenutku pa že ob prijavi. Ampak čist tehnično gledano, v bistvu vsak klic ne dobite vi v gasilsko postajo vaš dispečer, se pravi, gre najprej na tisto in to je na nek način že prvi filter, Tako je, v Sloveniji smo prevzeli s tem, ko smo stopili v Evropsko unijo in prevzemali pravila, predpise, smo tudi zelo hitro prevzeli številko 112, mimogrede smo ena redkih držav, tudi če greste na Hrvaško ali pa v Avstrijo, imate še zmeram njihove standardne številke, ali 93, mi smo v kompletu prevzeli, kar je dobro, skozi moje oči je dobro. Imamo nacionalni center za 112,
2, razporejen po Sloveniji, se pravi, upam, da mi bojo kolegi zamerali, ampak glede na to, da gre za slušalce, rečemo temu dislokacije, ki prevzema in so oni že ta prvi filter, ki filtrira, kaj je za nas, kaj je za reševalce, kot reševalna postaja in pa seveda tudi že te take neumnosti odfiltrira stran. To je prvi filter, drugi filter smo seveda mi, policija ima pa svojo številko 113, pa tudi potem svoje centre. Tako da ta levi delež teh neumnosti seveda kolegi na 112 odpravijo. Tako da ljudje, da naslednjič, ko boste klicali, pomislite, kaj je res nujno. Ja, predvsem to, pomislite, ja. No, obročki so nujni, Jure. Pač bo pa zatekel, lej. Se ne bom glasil. Pejmo mi na resne gasilske teme. Moje prvo vprašanje, Boštjan, za tebe, ker ti si tu član Heavy Rescue tima, ne? Stop, Jure. Daj, prosim te, dajmo razložiti. Tebi je jasno Heavy Rescue. Jaz na tej točki bi rad najprej, da razjasnimo, kaj je Heavy Rescue. Ok, Boštjan. Kaj je? Kaj je Heavy Rescue? Mislim, on sta prav zafrknjena, moram priznati. Ja, Heavy Rescue je, bi rekel, mi mu rečemo kar brand name. Dejansko je pa to, bi rekel, smo skupinica, jaz, kolega Milan in v nadaljevanju se je še pridružil Blanka, ki smo pred davnimi leti nekako, dajmo temu reči, začutili, da se v Sloveniji da narediti nekaj več, kakor ponuja standardni sistem. Če enkrat, da ne pomote, Slovenija je dobra, sistem je dober, šola je vrhunska in tako naprej, pa vendarle veste, to, čim je nek sistem, je zmeraj neka togost. No, v preteklosti je bilo te togosti mnogo več. No, in takrat je bilo tako, ali lahko mi naredimo kaj več, ali lahko kaj dodamo, ali lahko kaj malo ven z tega sistema stopimo, no in z tega je pač takrat nastal ta Heavy Rescue in to so bili prvi začetki, ko smo kolegom gasilcem ponudili, pridite, imamo orodje je bilo takrat tudi, bi rekel, slabše kot je danes, smo res takrat uspeli pridobiti konkretno v primeru iz Nemčije, res top shit opremo, tako so kolegi lahko imeli občutek, to je danes, kar se da dobiti, to so tehnike. No, in to je počasi preraslo v to, kar je danes, kjer pa je že to pravi event. Danes pa že delamo 3 dni, ne vem, zdaj ta zadnjo rundo, ko smo imeli v Mariboru, kot ta naš main event, ki mu rečemo, zdaj ga delamo 2 leti, smo razrezali 120 avtov v 3 dneh, preko 300 deležencev, 5 držav sodelovalo in tako naprej. Tako da to je to. Prav, Heavy Rescue je ful zahtevno tehnično gasilsko reševanje. Tako, mi rečemo temu nadstandard v smislu tega, da ponujamo tisto, kar v neki klasiki ne dobiš. Se pravi, prav smo se specializirali, bi rekel, vsa transportna sredstva, osebna vozila, kamione, avtobuse, vlake in tako naprej. In seveda tudi poskušamo vse, kar je na trgu novega, vse, kar se neke novitete pojavljajo, prenesti. Vsi 3 smo člani, bi rekel, ene širše skupine, iz celega sveta, tako da imamo tudi priliko sami potovati dobesedno po celem svetu. Nastala je ena tako ogromna mreža znancev in tako naprej. Danes prej sem šel nekaj mailov na drugo stran, prek Južne Amerike, če bi nekaj 3/4 izmenjave naredili. Uspeli smo, bi rekel, tako kot vi, sodelovati z proizvajalci, ki nam omogočajo dostop do njihovih tehnologij. Vi jih testirate, kako se vozijo, pa kako se, bi rekel, pospeški, kaj jaz pojma nimam, iskren povem, ga znam po nulo razrezati, ta isti avto. Tako da mi hodimo z čist drugih razlogov kot vi, ampak na koncu smo nekako povezani. No, veš, Jure, to smo mi. No. To smo rabili, zdaj pa oprosti, ker sem te prekinil, ampak res, to je bilo ful pomembno. Ta ful je dal dobro istočnico, Boštjan. Mi gremo pa v ceno naredimo, kako asistenčni sistemi delajo, kako se pele. Prej smo se pa pogovarjali, je rekel, mi pa, veš, tudi kakšen tak avto, ki smo se prej v njemu pogovarjali, vreden 400,000 evrov, ga pa patološko obdelajo. Ja. Mi v bistvu testiramo aktivne varnostne pripomočke, pasivne, mogoče kdaj, boh ne dej, ne. Boštjan pa vse tisto, kaj se zgodi, ko to dvoje ne pomaga več. Približno tako, ja. Kar dobro, ja. No, ok, da se vrnemo nazaj. Prej si že samo omenil, da je z leti prišla novejša, boljša oprema, ki zahteva seveda tudi znanje, ker če ne znaš te opreme uporabljati, nič ne korist. Če se čisto dotakneva, ti si videl, pa sploh si ne upam pomisliti tudi, koliko življenj si rešil, hvala Bogu in tudi v imenu vseh nas, ki smo vsak dan na cesti, tudi lahko rečem hvala lepa in za trud, ki ga s fanti vlagate in takrat, kadar je res ranje, vsak, ki je kdaj videl gasilca na prometni nesreči, meni gre do kocine gor. Kad te fantje pridejo, z vsem spoštovanjem do policistov, do reševalcev, ampak jaz nedavno sem videl prometno nesrečo, kad te fantje uletijo. Tako se začne dogajati. Pa ne, da se prej ne dogaja, ampak
To redko naredim, kapo dol gasilcem. Zdaj te stole posnel, je prav. V redu, kapo dol. Hotel sem te vprašati, da nam zabluzil preveč. Lej, novi avtomobili, nova oprema. Včasih so fanti rekli, v času 101 katrc s prvimi Weberovimi škarji, da si ti lahko odprl 100 karoserij, pa se nikjer na klini ni poznalo. Zdaj imamo pa visoko trdnostna jekla, lepljene karoserije, kompozitni materiali. Koliko pa danes urodje trpi, oziroma te bom drugače vprašal, koliko težje je človeka dobiti ven iz avtomobila? Zdaj, nažalost, ne glede na to, da je to moj področje, vam ne znam odgovoriti na kratko. Zdaj, hvala za kompliment. Tudi jaz moram reči vsem slovenskim gasilcem, ki iz tega področja delajo, hvala, da to upravljajo, tudi izredno raste ta kvaliteta. Tako da tudi, če si prej rekel, ko pridemo mi, se začne. Mogoče, ko pridemo mi, izgleda tisto, bi rekel, bolj drugače pa tukaj z roko v roko z reševalci, absolutno. Tako da tukaj pač moja dolžnost, da tudi reševalni del je treba pohvaliti, ker so tudi fantički res top. In tudi v končni fazi, tudi če smo imeli mi včasih s policijo, mi ne zamerijo, se z veliko večino zelo dobro sodelujemo in si pomagamo, ampak če je bilo včasih malo tista policija svoja glava, pa smo imeli, malo težave, danes mislim, da ta ustroj deluje tako, kot mora delovati. Tudi pri izobraževanju se dopolnjuje. Tako da jaz mislim, da slovenski ponesrečenec dobi v večini primerov eno tako res topo skrbo. To se upam trditi. Tudi če se primerjamo s kakšnimi res razvitimi državami na severu, mislim, da če poslušalci poslušajo, dobijo boljš. To je prva zadeva. Zdaj, vezana na vozila pa tako. Tudi takrat, ko so bile 101, so bili fanti dobri, in tudi oprema je bila dobra. Tako da za tiste čase je bilo to. Danes se spravim YouTube generacija gasilcev, zelo radi reče, kaj je bilo to takrat. Ja, ampak to je takrat bilo. Je pa dejstvo, da takrat smo se naučili mogoče 50 tehnik in smo zadeve nekako rešili. Danes učimo nekje 70-80 tehnik in pač gasilec more v sodelovanju z ostalimi izbrati tisto, ki je najhitrejša, najlažja za dosego cilja. Mi rečemo zlata ura, ki so jo v bistvu zdravstveni kolegi upeljali, se pravi, 1 uri mora biti pacient na neki mizi, če se smem grdo izraziti, je pa zlata ura, bila že takrat in je danes. Kaj to pomeni? Da mi smo s tistim orodjem, s tisto tehnologijo avto lahko odprli, 15-20 minut pa je bil ves odprt. Mi danes povprečen avto, zdaj Klem pa bom vajal bolj pobaril, mi rečemo, skozi naše oči, vozila do 30 000, 40 000 evrov, to ni nič. To imaš, da raztrgaš, pa greš domov za dobro jutro. Potem pride ta srednji rang vozil, tako zelo grobo rečemo, tam nekih 60-70 000, kjer se te materiali, ki si jih omenil, že pojavljajo, so že prisotni, so že ojačeni in je treba že kar dosti dobro razmisliti, kako se jim izogniti oziroma kako se jih lotiti. Kje prerezati. In to je tako. Če zdaj rečeš, če smo rekli 15-20 minut, moraš biti doma, danes rečeš, kapo dol, če si ti v tem času to naredil, ker to pomeni, da si res dober. Pa pride pa res ta visok rang, ker rečemo tam 100 in več tisoč, kjer so pa te materiali čist nekaj običajnega noter. Tukaj pa enostavno mi v tem času tega vozila na ta način ni možno odpreti. Ni možno. Enostavno urodje lahko je sicer zmožno to prerezati, ampak če je prej potrebovalo, da reči 10-15 sekund, zdaj potrebuje 3-4 minute, da pridemo čez to. Čas teče. Se pravi, če imaš ti, če vprašam čisto konkretno, če imaš na primer neko nesrečo Mercedes AS ob drevo. Se pravi, da ti odpreš naprimer bez stebriček ali pa prk, je to vsaj 3-4 minute, da si čez. Ja, premalo. Mi nek Mercedes, ki se uvije okrog drevesa, pa da rečemo, da vstopamo z te neuvite strani, da rečemo, da odprimo vrata, odstranimo, če hočemo bez stebriček odstraniti, moramo 2 vrata odprti, tako rekel, če to fante naredijo med 5 pa 10 minut, smo lahko kar zadovoljni. Če ga primerjamo s tisto prej Renault 5 ali pa Ketazga, tisti stari, ki so bili, to pa dejansko je moglo biti 2-3 minute, vse je končano. Se jaz bi mogoče na tem mestu razbil en predsodek, oziroma upam, da je predsodek. A veš, vsi pravijo, kupaš 20 let starega, 30 let starega Volvo, ki je neuničljiv, pa si varen na cesti. Če ti primerjaš, recimo, en tak Volvo, da se je uvijal okrog drevesa, ali pa danes modern nek avto za 20-30 tisoč evrov? Ni primerja. Ampak ni primerja kaj? Zdaj imata, v bistvu, danes ful dobre, kako se temu reče, izhodišče date. Ful slab primer, ker Volvo je res neuničljiv. Ja. To je prva zadeva. Volvo je res eden izmed tistih boljših avtov in Volvo 20 let je še danes v narekovajih trtorek, da ne pomote. Ampak, če je bil to takrat
top vrhunski avto, v smislu nekih novitet, airbagov, bremzanja, zaznavanja, dodanih materialov, slojev in tako naprej, je to danes pri povprečnem avtu, kot smo se prej rekli, za 30 eur vse noter. Se pravi, danes, če ti kupiš nek povprečen avto, za male pare, imaš ti bolj varen, pa bolj kvaliteten avto, kot je bil pred 20 leti en tak, rečemo, dober avto. En, temu reči, top avto, neki visoki rang, neki, zdaj, nažalost, ne, moram se dotakniti nekih znamk, kot so Mercedesi, neki Porsche in tako naprej, so bili že takrat toliko bolj dragi, toliko bolj napredni, da je bila ta tehnologija že takrat ugrajena, ki danes v povprečnem avtu ugrajena. Ne? Ampak, če bi šel danes kupiti spet enega Cayena, top vrhunskega, je spet tolikokrat boljši, kot je ta avto za teh 20 eur. Tako da vse sorazmerno raste. Ne? In res ful dober avto izpred 20 let je še danes v narekovajih ni slab, ampak to je slabše, kot je danes povprečen avto. Ne? Mogoče sem šel premalo nazaj, hotel sem reči tiste 480, ki je stare, pa to, a veš, kaj so rekli, kockast neuničljiv Volvo, ne, se zabiješ z njim kamorkoli, pa si varen. Ja, skozi današnje standarde ne. Današnje standarde je to čist druga pesem, vidno spremljate, kaj se dogaja s testi, zdaj letos je bil nekak nov cikl teh standardov, ki so uvedeni. Ne. Vsako leto se malo zaostri. Ja, nekako na 2 leti pravi tisti pravi preskok in sem jih zadnjič gledal, da je v bistvu bilo zdaj ena tako ogromna serija vozil testiranih, kaj se je ven dosegal, kaj se ni dosegal. No in mi smo bili nedolgo nazaj, nekako enkrat letno poskušamo prijeti v Pariz, do tehnocentra, kjer je tudi ena taka konferenca o razvoju vozil in mi je bilo ful zanimivo, ko jih ta inženirji, ko se menjavajo, predavajo, kam gre tehnologija, kam so smernice, kje se vidijo čez 2024 in kaj te stvari razlagam, sem zdaj te teste gledal, teh 16 vozil, če se ne motim, v bistvu kako so se zadeve prekrivale, kaj je bila napoved pred 2 leti in kaj se je danes testiralo in se to se v nulo se poklopalo. Tako da danes proizvajalci so toliko delač naprej, da on že ve za 2 let naprej, kaj bo mogel vendeti, kaj bo dejal, kam se pripravlja, kam gre. Tudi digitalne simulacije trkov so že vse narejene. Če se danes povežem z enim inženirjem v neki proizvodnji, mu rečem, poslušaj, da ti meni pokažeš, kaj so pri 120 z avtom zgodili, mi bo skozi računalniški model vse noter naredil. Ja, to je res. Jaz sem spremljal, recimo, kako je Rimac delal te digitalne simulacije trkov in pol so dejansko to nevero so zabili v steno, ne, in se je avto pomečkal točno tako, kot je bila predikcija. Ja, točno tako. Zdaj, tak dilema, ki jo imamo mi, no, tudi te, ki se s tem ukvarjamo, poučujemo in tudi, ki jo poskušamo gasilcem unesti, je ta, da proizvajalci seveda iščejo neke rešitve, kako bi to naredili. Iščejo rešitev, ki ustreza zdaj standardu, ki prihaja, ne? Hkrati seveda nočejo zagoniti preveč denarja, ne? Hkrati si želijo pustiti neko rezervo, ne? Treba nekaj pokazati. Ne? Razvoj. Zdaj seveda mi imamo pa kle dilemo. Ne? Vsi ti testi so do neke hitrosti in do te hitrosti vse je velja. Da izkoristim priliko Volvo. Ne? Ti s Volvo, če se zaletu, če drugega ne, boš mogel zdravnika obiskati zaradi kakšne poškodbe v vratu, kakšna hematom na rami in tako naprej. Nek sodoben avto boš podporil, pa umatra, zaletel sem se. Ker je so se dvignili zahteve. To sem te hotel vprašati, ne? Tudi da mogoče en mit razbijemo. Doskrat, ko govorimo tudi o prometni varnosti, ne? Ko smo se osamosvojili leta 1991, mislim, da je na slovenskih cestah umrlo več kot 570 ljudi. Ampak govorimo seveda tudi o napredku voznega parka. Ne? Jaz sem se pa z velikimi gasilci, pa tudi reševalci, tale reševalc, motorist Tomas, ki je tudi super strokovnjak, je rekel, prideš na prometno nesrečo, avto izbit, da si misliš, da ni šans, da jih doživi v noč, so pa ljudje praktično nepoškodovani. Ja, res je. Preko ta ožja skupinca tudi zmeraj kakšno literaturo pripravljamo, tako naprej in zdaj ravno neko novo zadevo pripravljamo, ne bo še malo skrivnost, ampak so mi kolegi iz policije ravno posredovali statistiko. In statistika je ovo na novo, ne, skozi naše oči, seveda, kaj želijo predstaviti, zgodba A, kaj pa B, ampak leta 1991, koliko je bilo vozil na cesti registriranih v Sloveniji, ne? Če potegnemo tisto število registracij, pa število poškodovanih ljudi, pa število registriranih vozil danes, pa poškodovanih ljudi, v bistvu je prometna varnost noro zrasla. Ne? Danes lahko rečemo na to številko, ki imamo proti takrat, dejansko ni poškodovanih. To je res. Mi še zmeraj imamo smrtne žrtve. Ne? To se li zdaj vrnemo na tisto, ko smo prej rekli. Testi so do te hitrosti, od tam naprej pač ni več dolžen zagotavljati. Ne? Tako da so različne. Ampak ja, jaz mislim, to vse, kar je znotraj mest, če ni lih nora hitrost, nespamet, nesreča, večinoma se te ljudi bolj kot ne vozilo odpre, zato da lahko izstopijo. Mi v šali rečemo, včasih smo ven pobarali poškodovane, danes nepoškodovane rešujemo. Ne? COVID je bil lep primer, veš, kaj je bilo toliko manj avtov na cesti, pa verjamem, da jih je bilo še zmeraj dosta, ne? Mogoče celo primerjava s tistim številom, ki smo se osamosvojili, ne?
Pa je bilo nesreč v bistvu toliko manj. No, ampak da zdaj čisto napačnega sporočila dali, da smo neranljivi. Ne? Vsekakor, smo ranljivi. Zato bi pa Boštjana jaz vprašal, da pove vsem tišačem, ki si danes imajo denar, pa si privoščijo res najboljšo tehniko. Kje je tista meja hitrosti ali pa bom rekel tiste najbolj patološke, absolutne nesreče, ki pa ni poti nazaj. Kaj je to drevo? Zdaj, nažalost, zelo težko to odgovorim, ampak dejstvo je, vsak tišač se mora zavedati. Ti si lahko kupil avto, ki je top, ki je varen, ki je vse, kar mora biti in si varen. Ampak razumeti morate, na drugi strani nekdo, ki nima tazga avta. Zdaj, če si se ti zolekel, to ne pomeni, da se bo on zolekel. Zdaj, ta zadnji test, če sta gledali, je celo dobil eno izmed proizvajalcev negativno oceno, ker je v bistvu sam preživel dobro, povzročil je pa škodo drugemu. Pretirano škodo, ja. Ja, in to je pač to. Tako da to je prvo opozorilo. Če ti misliš, da si ok, na drugi strani kdo drug ne bo. Tako da že iz tega vidika ni potrebe po divjanu. Drugo je pa seveda, vsi ti sistemi so narejeni do neke mere, do nekih testov in vsi neki taki izvenredni trki, uvijeni okrog drevesa, čudni koti v škarpe in tako naprej, tudi ta vozila popustijo. In moramo razumeti, ta avto, dokler je manjša hitrost, deluje za tebe, ampak ko pa si ti magično hitrost prekoračil, pa ta avto več ne deluje za tebe. To se ti bo pa avto pošteno maščeval. In pika na i, kar je prej delovalo za tebe kot za voznika, morate razumeti, to zdaj ne deluje za nas. Spravi, kar pomeni, če si bil ti prej astronomsko varen in si rasturo in si top shit, zdaj pa povzročiš prekomerno hitrost, nenavadno uvijeno okrog drevesa, hujšo poškodbo, morate razumeti, mi potrebujemo toliko več časa, da pridemo do tega. Tako da na koncu s tem tudi škoduješ sam sebi, ko bo potreba po reševanju. Še zmeraj trdim, hitrosti na slovenskih cestah so z namenom predpisane, tudi sami prekoračeni, da ne bo kakršne koli pomote. Vsak je kdaj, jasno. Ampak da pa nekdo pri 130 omejitev, pa še cesta malo nagnjena, pa masna, pa me prehiti, ki ga vidiš, da te piče mimo 180, ne se pol čude, če na koncu tunela tam zadane tisto betonsko škarpo, pa reče, nisem vedel, da si bil klejan. Tako da še zmeraj, kljub temu, da imaš dober avto. Se pravi, ko si ti enkrat, jaz hočem, da je ta podcast malo čist plastičen, da bodo ljudje razumeli, zakaj ti fantje vložijo toliko znanja v to tehnično reševanje. Ne? In ti imaš lahko res top shit avto, kot je danes Boštjan povedal, ampak če ta avto preleti 150 na uro v škarpo, v drevo, je kakšna možnost preživetja? Ne, bo. Pri takem avtu, ki se pogovarjamo, govorimo o res kvalitetnih, boš preživel. To ni debate. Razen, če ne boš imel res, ne more reči. Imaš Murphy, ti dan imaš res petek 13, pa še zvečer, pa še kaj drugega. Boš preživel. Bojo pa poškodbe neizogibne. Poškodba glave, trk, sile le ne prenesejo tega, in tako naprej. Zlomi, noge. itd. To je. Če pa gremo z nekega, to je zelo pomembno. Mi se zdaj pogovarjamo o top shit avto. Mi gremo zdaj nazaj na neka povprečni slovenski avto, ki ga državljan kupi, pa 150 na uro, pa verjamete. Tam smo pa zelo na meji. Boš preživel, ne boš preživel, in pa če boš preživel, bojo poškodbe hude. In tako notranje kot udi in podobno. Tudi če je avto 2022 letnik. Tudi če je avto 2022 letnik. Ni dvoma. Veš, tle zdaj prijemo do tiste dileme. No? To dostakrat poslušam, pa tudi zadnjič mi je nekdo omenil, da je v enem drugem podcastu bilo vprašanje, a kupati avto za 2 jurja, ne? Ali pa vseeno se malo zadolžiti, pa kupiti nek avto, ki ima vsaj te neke nujne varnostne elemente, ki so danes pač nekaj najbolj normalnega. Ne? A veš, in so bili skoraj vsi nasveti, a dej zapufi se rajš za kaj drugega v lifeu, kakor pa si kup tisto avto, ki te bo res iz točke A v točko B pripeljal. Mene take stvari, mislim jaz kot avtomobilist, ki vem, kaj se dogaja v bistvu, pa mogoče Boštjan še bolj, ki je praktično, ki ima dnevno opravka s temi stvarmi, ki more rezati ven ljudi iz takih avtov. Ja, nažalost, zdaj razumem vprašanje, ampak je tako, jaz bi tako rekel, mogoče prav, da rečeš, pač bom toliko investiral, seveda zmerno so sposobnosti, koliko lahko seveda, to je izhodišče. Jaz bi tudi vozil nekaj enčka, če smem pripomniti, pa pač ga nimam. Ampak tle res govorimo o tistem avtu, ki je res nujno iz točke A v točko B, pa vsaj da prideš do prvega nivoja, da lahko rečeš, ta avto je varen. To bi bilo to, jaz bi tako rekel. Dajmo probati zbrati toliko denarja, da pridemo tist nivo avta, ki rečeš, da ima airbage, da je pas ima itak vsak, tukaj se pročam. Ti imaš lahko 100 airbagov, če se ne boš pripel, ni nič. To airbag
sta verjetno že opazili, v vseh vozilih piše zraven SRS, to je Secondary Response System. To je vezano na primarni pas, ne? In to deluje samo v tej kombinaciji. Ne? Zdaj ljudje, če mislijo, da ima 7 airbagov noter, pa ni pripet, boš prej mrtev, kukor če si bil pripet, pa benga airbaga imel. To so te stvari. No? Jaz bi tako rekel, minimalni standard, bi rekel, neki airbagi morajo biti noter. Fajn je, da imaš mogoče že do te mere neko, toliko napreden avto, da že ima neke mehke cone, pa neke take zadeve. Zmečljive cone, govorimo. Tiste, ki preusmerjajo ob trku, preusmerjajo energijo stran od kabine. Ne? To jaz zdaj se mi imel zamerila, ampak jaz pa imam en Golf 2, pa ena Renault 5, ki sem jo zadnjič spet videl, malo se voziti okrog. Ja, ne bom rekel, to je za današnji standard preživeto vozilo, če me konkretno vprašaš. Zdaj, če rečeš v točki A, v točki B, po nekih hribih, pa vinogradih, pa ne vem kaj še vse, ja, s kom seš pa tam 140 za leto, se tam se ne moreš 140. Ne? Če rečeš, je ta avto danes na avtocesti proti tistmu, kar se vozi varno, ja ni ne, odgovor je zelo preprost, ni ne. Če si v eni petki sedel, pa si bil slučajno udeležen v tistemu verižnemu trčenju v Višnji gori, ali si jo težko odnesel. To je to, težko, ne. Tako da ja, jaz bi rekel, dajmo pogledati ta minimalni standard, je pa spet vprašanje, kaj ljudje jemljajo kot minimalni standard. Ne? To je pa druga pesem. Kle ste pa vi, ne? Ki boste razložili, kaj je minimalni standard. Pa še to, ne? Prej, ta mit moramo tudi razbiti, ker doskrat slišimo, ja, on je pod prometno nesrečo, zato preživel, ko je bil odpet. Če bi bil pa zapet, pa sigurno ne bi preživel. Ne? To je doskrat gostilniška debata. Ne? Ja. Lete, lahko, da je nekdo pač po spletu okoliščin zaradi smeri, sigle, telesa, izjem, ampak to je tako, to ne drži. Jaz sem lahko naštejem primere, ko je bil človek odpet, airbag sprožen, smo ga reševali izpod armature, kompletno telo, smo ga reševali, ko ga je vrgli iz avta ven in tako naprej. Tako da to ne drži. Boljš, da ni airbagov, pa da sprapet. To je dejstvo. Prej si Tomasa omenil, Jure. Tomas je takrat zanimiv, mi je bilo tako, da je rekel, da vedno ostane ta neka čustvena plat v bistvu tega, da kad ti prideš na pač prizorišče prometne nesreče, si profesionalen, ampak tisto stane v tebi, da vse razmišljaš o tej nesreči še nekaj časa. Zgrejo pa meni, kot si ne po koncu. To je res. Pač profesionalen boš vedno in vedno boš naredil tisto, kar moraš narediti. Se verjetno sta videla dosti teh posnetkov po medijih, ki krožijo, ali pa YouTubih in tako naprej, ko kakšen gasilec, kakšen otroka prime, kaj objame, kaj tako naprej. To so vse te čustvene, ki pač so zraven prisotne. Saj smo konec koncev smo vsi ljudje, vsi imamo družine doma ali pa velika večina in tako naprej. In ja, v nekem trenutku si z glavo tam kot, kaj pa če bili to moje. Ne? Imamo tudi primere, kot slovenski gasilci, ko so prijatelja reševali s prometne, ne? Ko je reševal v bistvu svojo žlahto. Ne? In seveda, da tam rečeš, da čustva ne igrajo vloge, jaz mislim, da je to pač, kdorkoli to reče, si malo laže. Ne? Dejstvo pa je, ne, nastopimo profesionalno, zaradi tega, ker pač enostavno to je vodilo. Ne. Tukaj pač moraš iti, regelci so taki, to je protokol, ker ta protokol smo razvili zato, ker je to tako najbolje. Rešuje življenje. Ker rešuje. In zdaj, če od tega protokola odstopamo zaradi čustev, moraš vedeti, v momentu, ko sem prišel v čustven odnos, sem zgubil protokol, ki sem ga pred 20 let gradil. Mi hočeš, nočeš, ali ga izločiš iz ekipe, ali se izločiš iz ekipe, nisi več ta faktor reševanja, ampak si ta support, rečemo temu. Tako da, ja, ne, sigurno tukaj je profesionalizem. Zdaj, ostane ali ne ostane, ene več, ene manj, zelo odvisno. Jaz bom tako rekel, meni nekatere so tudi ostale, tudi ko si rekel, nikoli nisem mislil, pa je bil čisto tak primer, ko smo se spomnim pred leti na morju bili ženo, pa se zaspal na plaži, tisto tipično počitniško. Sam rekel, zatresel me žena zbudila, prav ste v redu, sem rekel, kaj pa je bilo zdaj, sem rekel, nič, nekaj bilo, ne, pa nič ni umenila se, kaj se gre, sem rekel, tole pa to sem sanjal, rekla, ti zdaj le po plaži trzo, ne, in dejansko sem spremljeval nek dogodek nazaj, ne. Pa preko, aj pusto posledice, ne, v momentu, ko sem se zbudil, rečeš, ne, se ni nič, ne, ampak v resnici možgani so delovali, tako da jaz bom tako rekel, ja, v nekem trenutku sigurno pusti, ker vidiš marske. Včasih so lepe, včasih rešiš, pa greš domov. Ne. To je to, greš slabo nabit z energijo, velikrat pa ne greš. Ne. Je na tem področju kar dosti narejenega, no. Iskreno povedan, pred leti ni bilo, zdaj je, čisto vsak ima možnost, ko preko že na sami intervenciji, v poklic psihološke pomoči, sploh večje intervencije tudi za udeležence. Se pravi, Slovenija je razvila sistem, imamo možnost hitrega poklica kot post festum. Se pravi, ko smo intervencijo zaključili, nek preko občutek prije, da potrebuješ. Je pa kar v veliki večini not, teh preko vsaj profesionalnih, mi jih imenujemo poverjeniki, so v bistvu naši sodelavci,
katerih naloga je generalno ta, da danes smo taki, ki smo, jutri ugotoviš, da nekaj ne špila, da je na njemu, da proba ugotoviti, ali je to morda pač življenje, ali je to doma problemi, ali je mogoče ta sprememba v obnašanju prišla zaradi nekih intervencij. Njegova naloga, ko to zazna, je, da pač sproži nek proces, kjer se te osebi, kjer smo zaznali neko spremembo in je seveda povezana z nekim dogodkom, omogoča nadaljevalno, bi rekel, razvoj v smislu spuca in tako naprej. Tukaj imamo tudi razvite te medsebojne pogovore, je pa dejstvo, saj vem že naprej, kam tole rekel, da narobe zvenelo, ampak včasih je bilo v vseh strukturah, policija in vojske, reševalci, je bilo bistveno več alkohola že, bi rekel, v sklopu nekih služb. Takrat je pa seveda lažje se je to spucalo. Danes so to službe striktno brez kančka alkohola in veliko krat je bil ta črni humor tisti, ki je kar bil že mal ta sprostitev. Danes je tega črnega humora bistveno manj, se pa pojavljajo druge težave. Tako da jaz lahko rečem, kolektiv, v katerem jaz delam, je ena taka zdrava mera med črnim humorom, med tem, da rečeš po službi, se malo popije, se kaj ven takole ven proleče in hkrati tudi, če se zazna neka taka odklon, ga zelo hitro se zaznajo in se tudi tako dosti hitro iznotraj ekipe odreagira. Tako da moram reči, v tem trenutku lahko za svojo ekipo rečem, da so top. A pa se ti zdi, da ste zaradi tega, ker gasilci, da te tok teh intervencij, čez pa vidite teh stvari, a ste boljši tudi vozniki zaradi tega? Dvomam. Ne? Dvomam. Jaz sem tipičen primer, da nisem. Res? Iskreno povem. Še sem pa lih razmišljal kot nek družbeni eksperiment, a ljudje morajo več tega videti, da bi Moji navadni smrtniki, Ja, zdaj jaz bi rekel, in ekipa, s katero delamo, nismo najboljši primer. Jaz vozim počasi. Že otroci mi jamrajo, če lahko kaj hitreje pelem. Zdaj je to zato, ker sem v vsem temu procesu, to ali pa zato, ker sem tak človek, ne vem. Ampak če rečem pa drugi elementi, bolj da na glas ne rečem, ki so zraven v avtu, pa nisem tipičen varni voznik. Zdaj imam jaz kolege, ki so v temu, pa glihko radi pritisnejo, tiščijo, lahko delajo kakšne neumnosti, generalno jih ne. Ampak jaz bi tako rekel, laik, ki vidi 3-4 take dogodke in vidi posledice, čist nekaj drugega, kakor mi, ki s tem živimo in to postane nekaj tazga. Jaz sem imel primer, mogoče en tak je bil nek znanec, kako ga predeliti, da je lahko zadeva nevarna. Enostavno smo na Sočo, omogočili smo mu na Soči, da je šel malo pogledat, kaj posledice pustijo in je bilo to signal, to ni v redu, ne gremo se tega. Tako da jaz bom tako rekel, neka zdrava razumskost prikazanih določenih zadev je sigurno vpliva na demomerit konje. Mislim, zagotovo. Jaz bi rekel, malo si me presenetil na svojemu primeru, sem pričakoval, da boš rekel, da tako je, ampak tako, ko mi pa malo razložiš, da si mogoče ti tle bolj izjema, kakor pravilo, mi je pa jasno, ker jaz se spomnim pač sebe. Dvakrat sem bil prvi na prizorišču nesreče po nekem naključju in obakrat je bil smrtni primer in takrat je name to orango vplivalo. Pač, tako, jaz se spomnim, v tistem trenutku sploh, v tistem trenutku, ko je adrenalin popustil, sem bil itak čist izven sebe, ampak pol neko obdobje pol še traja. Zdaj, koliko še zmer vpliva name, najbrž podzavestno, ampak vsaj v tistem obdobju po tem dogodku je pa nenormalno vplival name. Jaz se pravim, težko rečem, generalno jaz vse te stvari, rekel, sem boljši ali bolj varen voznik, ampak nažalost ne moram reči, da sem pa tako, kot bi moral biti. Iskreno, tako kot gasilci ste. Boštjan, kaj pa je glede na tvoj gasilski status, sigurno imaš nesrečo ali pa dogodek, ki ti je pa dal najbolj misliti. Kaj se je zgodilo? Mogoče zdaj te bolj globoko vprašati, če govorijo konkretno prometne nesreče ali... Ja, ker ste pač tim, ki posredujete kot tehnični reševalci. Jaz bi rekel, zdaj sodobni časi, ali pa zadnja leta, kaj globoko pusti na mene, ali pa da mislite predvsem ta, mogoče bo zvenel malo plastično ali pa zaigrano, ampak dejansko jaz sem samo eno željo. Vsakič, ko zapustim delovno mesto, vsakič, ko zapustim intervencijo, da dejansko ne želim pogledati nekemu svojcu ali sodelavcu v oči, da je zaradi moje napake nekdo se poškodoval. Bog ne daj, kaj hujšega. To je tisto prvo pravilo, ki mogoče včasih sem drugače razmišljal, danes pa res, to je prvo pravilo. In marsikatero zadevo jo niti ne želim razkerati za dosego nekega cilja, če vem, da je ta meja med poškodbo gasilca pretanka. Tako da tukaj bi rekel,
verjetno bi bil odgovor, je kar nekaj intervencij, tako požarnih kot prometnih, ko je bilo tisto, a gremo to, ne gremo to, gremo to, ne gremo, ne, vse kaj se odzad vrti in tako je, mar zato mogoče reče, kaj se obotavlja, ne, valjda bomo šli to, ne. Mogoče jaz ene zadeve drugače vidim, sem le toliko noter kot nek mlajši gasilec, ki nima teh izkušenj in niti se ne zaveda, kaj lahko neka posledica prinese. Tako da tega niti ni toliko malo, no. Je pa res, da to praviloma niso povezane z prometnimi, so bolj, bi rekel, te požarni dogodki, ne. Zdaj pri prometnih nesrečah, bi rekel, so pa zmeraj dileme, ki so, mi rečemo temu triaža, ne. Zdaj pri enem vozilu je triaža zelo enostavno, veš se kaj za narediti, pak in to je to, imaš samo dilemo, a uničiti avto ali ne uničiti avto, ne, kle pa sem pravilo, ne, meni avto dol visi, tako pa drugače, ne, zdaj, kaj še ponesrečen, ne zrezati, sam puste, se bom sam vam pršel, ne, čaka. Ne, res, ja, kaj? Tudi to je, ne, imaš na drugi strani imaš ponesrečenca, ki je noč sedu, ne more, me boli, untre četrč, že kalkulira, kako zavarovalnica vse naredila, si rekel, morate razumeti, vse vemo, zakaj se gre. Ne? Enostavno je, gospod, sploh ni ben problem, vratna opornica, da je ekipca vrata dol vršte, streho odrežete, ne, v redu, grem že ven. Skalkuliral, da se malo prezakalkuliral. Tako da to so vse te usporednice, ki potujejo in so čist neki vsake dane. To so tiste, jaz rečem, simpatične izbire. Če je pa dogodek večji, da imamo večje število ponesrečencev in je treba pač izbrati. Mi tukaj izbiramo med materialnim pristopom, se pravi, kaj sploh lahko naredimo, da nekoga prijemo, in pa med poškodbami. Tukaj pa večna dilema. Zmeraj jih razvrstimo v neki črni sektor, se pravi pokojni, potem so rdeči, rumeni, zeleni. Se pravi, zeleni spet nimamo nekih težav, tukaj pa imamo neke odločitve, kdo je prvi, kdo je drugi, spet imamo srečno neke odpovedi dreves, ampak se tako zmeraj je ta človeški faktor. In tukaj bi rekel, tukaj imam jaz osebno največjo dilemo, ali si se odločil prav, ne? Ali ti je oseba, bi rekel, zaigrala, ali so ti informacije napačne dali in se ga razvrstil, bi rekel, narobe, dal nekomu drugemu prednost, nekje nekoga zaradi tega zgubil in take zadeve. Tako da to so tiste, no, bi rekel, pa pri prometnih, ki meni osebno dajo eno tako, bi rekel, kucine dvignejo, kaj zdaj. Kaj pa je težje priti kot reševalec oziroma gasilc na prometno nesrečo, kaj je čista tišina ali kaj se vse poprek dere? Mislim, ko je tišina, pa je sranje. Dokler je pogovor, dokler je vidiš uno tretjo, pol veš, da sistem laufa. Ljudje se derajo, govorimo, pogovarjajo, derajo se zato, ker pa se zavedajo in hočejo nekaj narediti, nekaj rešiti. In to veš, ok, smo živi, delamo. Tudi mi, nam rekel, da bolj dinamično, ampak tudi mi smo bolj glasni. Ko je pa tišina, pa veš, da je kolaps. Kaj pa, ko voznik recimo ni priseben, pa vidiš prazen otroški sedež? To so take dileme, ki so zelo povezane z, kako bi rekel, dinamiko trka. No. Mogoče eno lihta mi zdaj prišla na ena pred mnogo let dogodek na Ljubljanskem križu, smer dol na Viču, ta rekel triangel. Smo bili poklicani na en dogodek, vozilo na strehi, pač oseba itd. In nas je takrat prišlo zaradi klica kar nekoliko več, tako gasilcev kot reševalcev kot policistov. Tako bi rekel, na dogodek nas je prišlo enkrat več, kakor bi bilo običajno za konkretno, kar je potem tam bilo. Mi kolegi so oddelali svoje, v takih primerih tudi, ko nas je več, ponavadi ti, kar smo rekel na rekvajih šefi, malo stran stopimo, se še kaj pomenimo, usporedno, fanti točno vejo, zakaj se gre, niti ne rabijo nobenega vodenja. In rešujemo. V nekem trenutku je eden od ekipce neko žogo fuzbalsko je držal, otroško, pa tako prav, še fuzbal je imel, ta je šel pa sigurno na počitnice, tako naprej. Se prav spomnim se, da še pogledajte, da nam kaj zafrkne, pogledajo in se rešimo in se odpeljamo. Nismo prišli niti do izvoza Ljubljana center, ko je prišel klic, da je obrnite kamione nazaj. Dobro, če me problema. Smo mislili, verjete, ne, mogoče kakšno oljče, ki je spustil karkoli, ker so tudi usporedne aktivnosti, je rekel, otroka ste pozabili v avto. Tako da, fakt, ne. Kako ne, se sem jaz gledal avto, ne me zafrkavati, ba je pod avtom. To je rekel, tako potihan se še nismo pelali nazaj, tisti moralni maček, ne, žoga tisto, ki je držal, vse te, ki se ti vrti, ne, in se, ne moreš, no, tudi tisto, ki rečeš, kva si zdaj, da ne rečem kakšne grde besede, no, in ko smo nazaj prišli, jaz vem, takrat smo tudi predal pri sovozniku odprli, otroka ni bilo tam, ne. Niti več ne zaupaš svojemu osnovnemu pregledu, ker mi smo v prvem prihodu, mi smo naredili, kot je prav, mi smo naredili vse, kar je treba narediti. Pa kljub temu je prišel klic, pozabili ste ga in več niti ne zaupaš sam sebi, si naredil vse ali nisi. Ko smo še enkrat vse pregledali, ko smo obrnili, ko smo sprožili iskalno akcijo, dejansko smo po avtocesti sprožili iskalno akcijo,
je človek prišel toliko sebe, da je povedal, da je v bistvu se zmotil, da je otroka pelal v ženi, ki sta imela neko, rekel, izvenzakonsko razmerje in se je vračal domov. Tako da to je. Temu ne moreš zameriti. Mislim, vsebi ni za zameriti. Ja. Pomote. On je bil v šoku, on je bil v prometni nesreči, ampak želim povedati, da narediš vse, kot je prav, vse, kot si šolal, vse, kot verjameš, da si naredil, ampak pač pride klic in se ti zvrti ta film, ki se je tam dogajal. Prav vidim, kaj se ti v glavi dogajalo. Ker sem zdaj rekel, zdaj bo pa rekel, najdel so ga pa tam za mostom dol. Hvala Bogu, da je živ. Ja. Tako da rekel, nekdo bi nam rekel, lej, naredili ste narobe, ampak naredili smo prav, vse smo naredili prav. Mogoče, če ne bi bilo tiste žoge, pa tistega trenutka bi rekel, ne, lej, mi lahko gremo nazaj, fante, ampak tam ni ničesar. Ampak ta trigger, tista žoga je bilo, pa rečeš, aj možno, da smo naredili napako. K sreči jo nismo. Kaj so pa požarih ta težki trenutki? Jaz bi rekel, da so največ povezani ravno s temi ponesrečenci. Se pravi, ko dobiš klic, da gori objekt, jaz verjamem, da vsi ti, ki so že mečkam bolj izkušeni, so že nekaj let, pač to je objekt, ki ga greš gasiti. Vsakmu seveda, Slovencem sploh objekt predstavlja eno tako čustveno navezo in normalno. Jaz verjamem, da dajemo danes vrhunsko storitev, res pokrivamo pohištvo, sproti samo vodo, res. Jaz mislim, da nudimo eno storitev, ki jo tudi Nemci ne nudijo, se upam to staviti. Pa ne govorim samo za Ljubljano, govorim na splošno v Sloveniji, je visok zelo nivo. Ampak, ko pa se peleš na dogodek, kot ti rečejo, ljudje so še zmeraj notri, potem pa to druga pesem. Ker prvič je dilema med, ali gre imovina, ali grejo ljudje. Valjda so ljudje ta prvi. Sve na eni stanovanjski hiški se to hitro odločaš. Nočem nobene stolpence v Ljubljani izpostaviti, da se ne bo kakšen od slušateljev najdel tam noter, ampak imamo ogromno visokih zgradb v Ljubljani. 12, 13, 18 nadstropij. Pa požarno niso glih najbolj. Prvo to, drugo, ni dvigal. Se pravi, nekdo, ki nas vidi z modlo lučko pred objektom, pa reče, okleso, vi se morate zavedati, mi včasih potrebujemo 13-14 minut, da pridemo do tam gor, kjer dejansko požarja. V 13 minutah pa je ogenj lahko ne več v enem nadstropju, lahko je že v drugem nadstropju ali pa celo v tretjem. Tako da to so prve zadeve. Druga zadeva je pa, noter živi 300-400 ljudi. In če narediš eno napako, ti si 300-400 ljudi ogrozil. Jaz imam minuto, kolegi moji imajo minuto, mi moramo nekaj začeti delati. Na drugi strani občan, državljan, ima 3 leta čas, da uvede kazenski postopek oziroma tožbo zoper naše napake. Zdaj je dilema, 300 ljudi, en požar v kuhinji, širi se mi gor, to je dostopni čas. In to so tiste stvari, ki se ti pač ves čas smelejo. Kako pa, mogoče tudi v luči tega, da si ti pač res strokovnjak za tehnično reševanje, kako ti je bilo pa težko gledati te posnetke iz gorečih dvojčkov v New Yorku? Jaz sem takrat bil dejansko zelenček, glede na to, da je to bilo skoraj v tistem letu, ko sem prišel. Je bil takrat čisto drug občutek. Takrat je tako bil v nekem trenutku še jaz bil zdaj tu tam. Tako, ko misliš, kaj boš naredil, kaj boš dodana vrednost. Danes gledam to čisto drugače. Danes gledam to kot izziv, kaj je bilo tam vse narobe, kaj tam vse ni funkcioniralo. Tudi potem, kasneje sem sam sebi delal in tudi s kolegi analizo, zakaj je do tega prišlo. Če me vprašaš danes, kaj se je takrat dogajalo z dvojčki, jaz bi rekel, kolege iz Amerike, ki so tam postavili, jaz jih zastopam, da je to bilo tako. Oni so naredili vse prav, ker pač so imeli izkušnje do takrat, da v nekem trgu, oni so imeli prej trg Aviolo Empire State Building, ki je bil bistveno starejši, bistveno slabši in je preživel. Zdaj pa nek dvojček se Aviolo zakanta, valjda do to živela, kako ne bo živela. In kolaps. Tako da danes ga čisto drugače gledaš, se pa vrnem nazaj na to. Tam je umrlo toliko in toliko ljudi. In to je pač 5 odgor, ki so ga prej imela. Za zavedanje, ker nekoga nekam pošljaš, se tudi zavedaš, morda ne pride več nazaj ven. To je pa tista dilema, ki smo premenili. Koliko je zdaj razvit požar, koliko je objekt poškodovan, koliko je zdaj vreden te intervencije. Na drugi strani pa ljudje, občani, ki stojijo 100 metrov stran in se derajo na te, kaj je, novte, zakaj vas plačujemo, to je to, ali kaj boste. In to je ta pritisk, ki ga danes, jaz rečem, ga sprejmem. Takrat ga ne bi, takrat verjetno bi se skolapsiral, če bi bil tak pritisk. Koliko pa najvišji dvignete lojtre v brigadi? Mi smo imeli pred leti najvišji domet, nekje smo rekli, top, 54 metrov, danes smo nekje, 54, prav, sem že z mislimi naprej, danes smo nekje na 32 metrih največ, ker smo nekako
da bomo opustili logiko, da moramo čisto vsako višinsko točko doseči, ker pač v nekem trenutku je stolpnica zmeraj večja. Zdaj strmeti večjim strojem, dražjim strojem, seveda posledično to pomeni cel kup enih stvari, ki niso tako enostavne. Smo pa sprejeli odločitev, da se maksimalni domet nekje 32 metrov ali po domače povedano lovimo 7 nadstropje. Od tam naprej tudi zakonodaja govori, kako ne bi bili objekti zgrajeni in pač rešujemo, da ima reči temu peš. Ne bomo rekli, da je to zdaj naš izum, seveda smo to tudi kar dosti pregledali, kaj se po tujini dogaja, naredili neke usporednice in zadeva pije vodo. Ne. V nekem trenutku bi si zaželel imeti 52 metrsko žival, ne. Ampak realno gledano je pa večini primerov je tudi to. Smo še toliko stvari vprašali, sploh ta podcast bi res lahko trajal 3 ure. Bom jaz bolj tih pa. Ne. Jaz čakam, da naredimo tranzicijo mogoče na baterije, ker to je en tak segment, ampak lih razmišljam, če bi še kaj tazga vprašal, mislim, verjamem, da bi. Ampak. Mislim, jaz moram še nekaj vprašati. Ne? Jaz bom mogel podgovoriti. Na srečo v Sloveniji nismo imeli takih, bom rekel, odkar je Slovenija samostojna, nekih res zelo masovnih nesreč, ali bodi to potres, ali dobro bil je ti zemeljski plas pod Mangartom, ne? Ja. Ampak misli mi pa vhajajo v 80-ta leta, ko je bil v Sežani tista velika nesreča, potniški in pa tovorni vlak. Starejši kolegi novinari, ki so o tem poročali, ki so bili tudi tam na prizorišču, so rekli, da je bilo res grozno. Kako bi to zdaj izgledalo? Ne predstavljam si, da se poč vlak. V bistvu si ne želi. No. Mislim, kaj pa v primeru take nesreče? Vi boste seveda tja skočili, takoj boste začeli se prebijati do ljudi, ampak tako, ko si rekel, a imamo v takem primeru sploh dosti kapacitete, tudi kam te ljudi odpeljati? Vem, da so vsako leto vaje vseh deležnikov, od zdravnikov do reševalcev, policistov, gorskih reševalcev, primer masovne nesreče, tudi vsak let je drug scenarij. Ampak kdaj pomisliš na to, kako bi bilo to speljati? V bistvu pomislim večkrat. No. Pač že narava dela pa mojega položaja je taka, da pač moramo o tem razmišljati. Zdaj, ali imamo resurse, ali imamo, bi rekel, znanje tehnično, imamo. Zdaj seveda, vlak je lahko velik, kukar je velik, zdaj Slovenija, bom rekel, sreči, čeprav bi si želeli več, tudi nimamo nekih hudo velikih vlakov, kar pomeni, da tudi ni en to tak zalogaj, ki ga mogoče vidimo tam kakšna tujina, ki so žge, pa je to kompozicija 300-400 metrov dolga. Ali pa unkaj v Madridu prehitro. To se pač pri nas enostavno ne more zgoditi. Ne. Če jamramo čez železniško infrastrukturo, pa po drugi strani pa to, pa da ima sreča za nas. No. Tako da, zdaj ta železniška nesreča, ki ste omenili, jaz sem seveda premlad, jaz sem bil takrat, bi rekel, ravno rojen, ampak sem imel priliko kasneje spoznavati, ker me je tudi to zanimalo in ja, moramo razumeti, to so velike mase, niti niso tako velike hitrosti, kot so velike mase in vsaka železniška nesreča, že ko ga na prehodu zbije, je grda, ker pač to je masakr, tukaj ni debate, rezi so grdi, vse je grdo. Tako da mi smo se zdaj v zadnjem obdobju tudi od Hrvatov dosti naučili, ker so imeli te dogodke, bistveno več kot mi in tudi moramo reči, da s Hrvaško vsaj ta gasilski del dobro sodelujemo, izmenjujemo informacije in tudi kar nekaj treningov smo na tem področju naredili. Ne dolgo nazaj, dobrih 3 tedne nazaj smo zaključili z enim takim 3-tedenskim šolanjem s pomočjo Slovenskih železnic, ravno v Ljubljani smo 4 garniture uspešno uničili in tako naprej. Tako da ja, imamo, tudi odpeljati v neke bolnišnice, jaz mislim, da ja, no. Sicer je tukaj zdravstvo to, ki bi mogel odgovoriti, oni so tisti, ki sistem je nekako funkcionira, sistem ima rešilce, ima helikoptere in tako naprej, ampak jaz se nekako ne želim v to spuščati, ker ne želim, da bi nekomu neko odgovor dal, ki niso moje pristojnosti. Če govorim za nas, je pa definitivno izziv, da je ta dogodek lahko na nekem prehodu, kjer je zadeva blizu in je naporna. Imamo pa mi lahko kar nekaj področju v Sloveniji, ki je lahko ta dogodek tako, 500 metrov ali pa kilometer stran. Na Graškem robu, naprimer. Ja, to je pa zdaj treba opremo, tako oprema, ki jo tam potrebuješ za neko drukovanje, je lahko od 3-4 kg, pa tja do 25-30 kg. In razdalja je velika po nesrečnici. To znositi, to prenesti, to je pa tisti logistični izziv na lokacije. In a imamo resurse, imamo, a imamo volo, imamo, koliko je to naporno za crkati. Mi smo naredili pred leti eno vajo, smo dejansko dali 800 metrov za prenos po nesrečnico in so se posadke na treningih dejansko uprle.
uprle. Po pol ure so rekli, dosti imamo, ne gremo se več tega, ni vredno, to je vaja, ne, zavajajo nas na te pip, da ne vem kaj grdo rekel, ne, ampak to je bil lep odraz, ne, se pravi, ko bo šlo za res, bo ravno tako naporno. Zdaj, kot sem omenil, urode imamo, znanje imamo, želimo si, ne, je pa res, ne želimo si, no. Kaj pa smo se iz ognjene bitke na Krasu letos naučili? Ja, listov sem hotel reči. Ja, nisem pristojen, da komentiram. Jaz verjamem, da se bomo naučili, no. Verjamem, da smo vse kaj naučili. Požar je bil velik, naporen, ogromno se jih udeležili, vsem zahvala, da so sodelovali. Kaj bo pa rezultat tega, pa mislim, da je prerano, da je sploh pa da jaz karkoli komentiram. No, potem pa drugače vprašal. Zgodilo se pred leti strašna tragedija na Kornatih, ne, pri hrvaških gasilcih. Ampak rad bi sam, ker me je vedno tudi to zanimalo, kako reagirati. Kaj se zgodi takrat, ko se gozdni požar razvije? To dejansko rata ta ognjeni tornado, ne, ali kako? Ja, sicer to, kar ste videli v Sloveniji, ta potek požara v Sloveniji, ga ne moramo primerjati s tem, kar se je zgodilo na Hrvaškem, na Kornatih. Dajmo reči tako, ne želim vstopati v zgodbo nekih teoretij zarote in tako naprej. Bom rekel, dajmo to vrž, da to nima veze, ampak imel sem priliko z ljudmi, ki so to kar dosti dobro analizirali, tudi se pogovarjati, tako sem prej rekel, ta networking gasilski funkcionira, ne, zelo dober. In pač tam je taka zelo grobo za slušatelje, ena taka, dajmo reči, neka naravna geografija terena, ozračje polno, bi rekel, netljivih substanc, plinov, ki so kot posledica rastja, smer vetra in vse skupaj prineslo, da so pač fantje po poti, ko so se premikali, v bistvu jih je ta ogenj, če zelo grdo rečem, prehitel. Če bi mogoče zbrali neko drugo pot, bi pač bil to en pač navaden požar, ki je šumel. Tako da jaz bi zaenkrat vstal pri temu. To, kar je bilo v Sloveniji, je pa seveda na nek način zelo podobno, ker ravno tako imamo zračje, suho površino, veliko nekih plinov v zraku, veter in zadeva, ki ste videli kot te veliki plemeni, ki prehajajo, mi temu rečemo zelo grdo, da je šlo v vršni požar oziroma je šlo enostavno po borovcih, po krošnjah navzgor. Zdaj, če doma probata neko borovino suho pržgati, to je bakla, ne? Bakla, ne? Tako da tukaj definitivno so lahko premiki teh požarov lahko zredno hitri. Koliko to bi v ground hitrosti? Zdaj, bom tako rekel, da bi šel prav meriti, se niti nisem spuščal, tudi iskreno povedano nisem niti razmišljal, ampak požar je bil lahko tudi 1,5 kilometra, 2 v 15 minutah naprej. Tako da v nekem trenutku tukaj ni debate, a bi ga ujel. Tukaj se pogovarjaš, a si se uspel sploh umakniti, zato da te ni vse skupaj zajel. Tako da po svetu so različne taktike, različne strategije, kako take zadeve vstopati, kako oblikovati formacijo skupine in tako naprej. Jaz iskreno upam, da se bomo z tega požara naučili ena izmed zadev tudi to, da prav, ko gremo v neke take zadeve, kako se bo razvijal. Je pa še enkrat, tudi sam sem imel priliko tukaj sodelovati, tukaj se je združil kar nekaj elementov, katere mogoče mi do zdaj tudi v preteklosti zaradi izkušenj nismo bili toliko navajeni. Se pravi, tak ognjeni perfect storm. Ja, zdaj, da ne moramo razumeti, ne, da mi ne poznamo teh vršnih požarov ali pa kako to gre naprej, boh ne daje, ampak res vreme, veter, možnost nekih zrakoplovov, koriščenje in tako naprej, vse skupaj se nekako poklopili in pač požar je šel, ne, nimamo kaj. A zakurimo baterije? Gremo na naš video, oziroma gremo rezati? Gremo rezati baterije. Pobuda, samo da razložim, mogoče Jure, preden gremo na vprašanje, pobuda oziroma ideja za ta podcast je nastala, ker smo mi, v bistvu prejšnji teden smo naredili video skupaj z zavarovalnico Triglav, kjer smo malo v bistvu razložili pa oziroma pokazali, kaj se zgodi, če pride do vžiga baterij. Zdaj te baterije srečujemo ne samo v avtih, ne? Mi smo se mogoče malo bolj usmerjali v avte, ampak smo predvsem upozorili na to, da te baterije so povsod. Kakor ti Jure praviš, v sekundarnih prevoznih sredstvih, tam se največkrat srečujete s težavami z vžigom teh baterij. Kaj smo se naučili iz tistega našega videa? A to mene vprašate, ali ste videli? Je malo provokativno, ne? Jaz vem, kaj sem se naučil. Ti si se nekaj naučil. Jaz bom tako rekel, jaz med drugim sem se naučil to, da to, kar se ves čas na splošno srečujemo, je, da tudi kot je nek proizvajalec nekaj peloh vrhunski, nekaj proda, enostavno mu nikoli ne zaupam, zato ker pač on to more prodati. Tako, in če mi gremo v
v prodajo, s tem, da že vnaprej povemo, da ne funkcionira normalno, noben ne bo kupil. In to je pač ena izmed zadev, ki jo pač mi v ozadju vse srečujemo. Tako da, to sem se več kot še enkrat naučil. Veš, kaj sem se pa jaz naučil, zelo koristna zadeva. In tudi potem, ker sem se pogovarjal z Boštjanom, z Blanko, z Milanom. Naučil, prvo, ko sem domov prišel, sem celo pot razmišljal o tem, kar sem videl. Pa naslednjo jutro, ko sem šel doma, sem šel po celi bajti pogledati, če se kje napolne kakšen telefon, da ni pripet kakšen USB, ker največji wake-up call pri temu je. Pa tudi zdaj, ker že poslušamo tebe v podcastu, pa ko si predstavljaš eno, v Ljubljani recimo eno čisto poprečno stanovanjsko stolpnico, koliko je v tem trenutku na hodnikih not raznih električnih skirojev, v kleteh kakšen električni kolo, kakorkoli, fantje so mi povedali, ko zagori, naprimer, ko se sproš toplotni proces v baterijski celici pri enem skiroju, fantje pravijo, da tu na hodniku velikmu, recimo 35 kvadratov, prej ko v eni minuti se več nič ne vidi. In od tam naprej do totalnega kolapsa, panike v stolpnici, izbruha požara in tako naprej, zaradi ene stvari, ki ti je v bistvu čisto samoumevno, da jo peleš na hodniku v stanovanje. Vse to sem hotel reči. Mi smo za potrebe videa prerezali eno avtomobilsko celico. Se pravi, baterijsko celico, ki je v avtomobilu. Ampak pol kasneje za potrebe mogoče vašega videa v Heavy Rescue smo pa prerezali eno baterijo, ki je, kaj je tista baterija? Praktično za ne vem, akumulatorsko orodje, za vrtalnik, za karkoli. Akumulatorsko orodje. Kako tist zagori? Ljudje, to morate vedeti. Mislim, se boste videli. Boste videli, bomo linkali tudi to. Upam, da bom rekel tako, da te prav predstavljali, da nas nauka še obeso pol na koncu, po domač povedano. Jaz mislim, da Evo, to dimna bomba. Jaz zdaj gledam, Boštjan mi kaže iz njihovega gradiva, ki imajo izobraževati gasilske time. To si tako predstavljate, v 5 sekundah je bilo tako, ko bi vam tank T55 v dnevno sobo zabrisal dimno zaveso. Ja. Zdaj, tukaj so zadeve, je tako. Jaz tukaj res želim, to smo tudi, ko smo se snemali, pogovarjali, nikakor ne želimo ustvariti, da so električne zadeve nevarne ali pa da jih je treba izločiti in tako naprej. Sploh avtomobili. Tako da to je prvo sporočilo, ne bomo zdaj nehali kupovati, normalno, ker tudi vse laptope stran zmečemo, pa vse stran zmečemo. Ampak je pa prav, da se pa opozori, da zadeve pa vendarle treba imeti nekaj v vidu. In to, kar si rekel, polnilci, naprimer, to je ena izmed glavnih zadev. Zakaj polnilci? Danes noben noče dati nekaj več denarja za en konkreten pameten polnilec, pa niti več ne veš, če ti v trgovini sploh prodajo ta pravga, če ti ni žun pod tako neki tajčka, pač pip, tako je. Se je tudi zadnjič Andrej Pečak izpostavil, kaj je rekel, pač njegovo podjetje dela zmogljive kable za polnjenje električnih avtomobilov, in vsak pride in reče, zakaj ste tako dragi? Zato, ker imamo te varnostne elemente, ki jih polnilec mora imeti. Nekje, ko boš pa tu naročil prek interneta od nekega vprašljivega dobavitelja, si boš pa lahko avto, ki funkcionira čisto dobro, pa v bistvu z nepravilno polnilno opremo v končni fazi izpostavil in škodi in resni nesreči. Prosti, Boštjan, sem da vprašam, a ta video lahko prepnemo zraven podcastu? Mislim, da to je YouTube. Okay. No, bomo linkali, da vidite, kako pač doma zgleda, ko zagori nek baterijski modul. Teh posnetkov imate na YouTube ogromno. Mislim, da je 3 tedne, 4 tedne nazaj, če se ne motim. Moram priznati, kar se teh časovnih tiče, sem teleban. Je v Zagrebu, se imate ful posnetek, je model sestavil, to, ki je uspel, da je skirovan vrgu, da mu ni v avto noter za goro. Zdaj, še enkrat, tudi skiroji niso zdaj nevarni. Še enkrat, največji problem je to, kar ste omenili, ta polnilna enota. Te baterije, kakršne danes uporabljamo, večinoma so to litij-ionske zvedenke, največ, niso edine, jih je pa največ, so zelo občutljive na ta overcharge, se pravi, nek impuls, ki noter pride, in seveda ta overcharge pri nekih polnilčkih, pa brez nekih varnostnih elementov, je zelo hiter impuls. Če naredimo primerjavo z osebnim vozilom, rečemo, da osebno vozilo ima izredno reguliran trg, tudi nočem zdaj omenjati, ampak dejstvo je, Kitajci ga mečkan tudi
po svoje poserjajo, ampak načeloma je to kar regulirano in tudi vsi sistemi, ki združujejo v en tak komplet varnostni paket. Se pravi, mi rečemo eno vozilo z polnilnim kablom in seveda na drugi strani z neko polnilno postajo predstavlja eno tako varnostni element. Medtem, ko te skiroji so, pa preko te manjše naprave, so izredno neregulirani. Oziroma, mislim, da sploh ne vem, če sploh obstaja kakršen koli predpis, razen pa če ga želiš v Evropi predajati, pa ta CE znak, pa še to smo tudi ugotovili, da pač plačaš par evrov pa je gora. In druga zadeva, ki je, da so ogromno teh manjših naprav se dela v bistvu iz sekundarnih baterij. Ker danes roko na srce glavnina reciklažnih elementov teh električnih vozil je, da se baterijski paketi, moduli razstavijo in se jih prestavi v te manjše zadeve, se pravi, rekel, do neke mere že odslužene zadeve. Še zmeram dobre, da ne bo kakršne koli pomote. Seveda ta paketek pa zdaj nima več tega varnostnega elementa. In v bistvu vsaka napaka, ki se pojavi, je odziv takojšen. Zaradi tega so pač te stvari bistveno bolj nevarne. Jaz moram priznati, za statistiko z osebna vozila imamo kar dobro, medtem ko za skiroje nimamo. Zakaj ne? Ker načeloma, že jaz osebno sem gasil pa ne enega objekta v Sloveniji, preko kolegov, mislim, da je zdaj že krepko več kot 15, pa verjetno že kaj več požarov bilo na slovenski ravni, ker je bil nek skiro, neka električna rolka, nek ta sistem, razlog za požar. Sve mi to zabeležimo, da kaj, gorelo je stanovanje. Noter že vpišemo v sistem, povod je bil to pa to, ampak Slovenija statistika potem v generalu ne pokaže, skiro je bil tisti, ampak zagorelo je stanovanje. Požar na nepremičnini. Ne? Tako da zaradi tega ta statistika v narekovajih, jaz mislim, da v tem trenutku šepa. Če bi pa naredil po lastnih izkušnjah, po izkušnjah, ki jih imam, delim za kolegi, je pa tukaj astronomsko prednačijo požari teh naprav v primerjavi z električnimi vozili. Tudi ne bo pomote, električna kolesa, ki jih mi kupujemo od nekih, preverjenih proizvajalcev, so to bistveno boljše zadeve, ker se tudi ve, da bojo šli v rukare, se tudi ve, da se bo vozil, imajo pakete bolj zapakirane, bolj trdno narejene in tako naprej, tudi preko boljše celice noter dajo. Se pravi, električno kolo od enega znanega proizvajalca je že sigurno po poti avtomobila. Ja, pa tudi tako je. Oni se baterije, tisti, ki se ukvarjajo s tem, točno vejo, da baterije so različnega tipa. Tukaj jaz res nekako ne želim zaideti v smesi, kaj je to liti, kobalt, nikel in tako naprej, ampak vemo, da imamo ene baterije, ki so malo bolj občutljive na udarce, ene malo manj občutljive na udarce. Zdaj, nekdo, ki kup nek skiro, ali pa nekdo, ki kup neko kolo, se zaveda, da pač skirojem jih namo pohosti dojal. Nekdo, ki je pa naredil električen kolo za pohosti dojati, pa verjetno se zaveda, da mora baterijo noter, ki je bistveno manj občutljiva na vse skupaj. Plus, seveda, če zdal za kolo 5000 evrov, predvidevam, da si ne upa proizvajalec zraven kitajskega polnilčka, ampak bo dal en polnilček. Da te polnilci znajo biti velik problem. Največji problem je tukaj, najpogostejši je ravno ta polnjenje oziroma polnilni faza. Okay, tako kot smo že v videu rekli, po cestah se zdaj vozi več kot 16 milijonov avtomobilov, ko pride do prometne nesreče, električnih, govorimo seveda o električnih avtomobilih, polnih baterijskih vozilih, ampak ko pa pride do prometne nesreče, je pa požarnih nesreč v bistvu zelo malo. Ja. Zdaj prvo, če se vseeno mečkam skočim iz električnih vozil, to, kar vidite po televiziji, v filmih, da to bum, to ne drži. Mi imamo možnost ob trku, da se vozilo žge, ampak praviloma so to res izredni dogodki, pa še to ni eksplozija. Jaz bi rekel, najbolj tak buren primer, ko smo ga imeli, da je bilo res, rečemo, ob trku eksplozija, požar, ko je ob trku rezervoar z benzinom se odprl in je enostavno ta benzin poletel naprej proti sprednjemu delu vozila, motor je bil vroč, auspuh je bil vroč in vse skupaj in se je to užgalo. Se pravi, to je bilo ta zdaj burno gorenje. Ampak to je daleč od eksplozije, to ni tista ameriška eksplozija. Druga zadeva, zdaj bom bleknil na pamet, bom rekel, ne vem, na 1000 avto bo mogoče eden se užgal, vse ostalo se bo končalo brez kakršnega koli gorenja. Zdaj, če pa nadaljujemo na električna vozila, je pa baterijski sklop še toliko bolj, zaščiten. Tako da že sam trg kot takšen baterijskega vozila, baterija v nekem trenutku celo predstavlja nek element, ki preprečuje ovijanje, lomljenje vozila in tako naprej. Zaradi ohišja. Zaradi ohišja. Je to del strukturne uresničitve karoserije in vsega. Tako, če bi dala primerjavo, prej so rekla, se avto ovija okrog drevesa, navada na električen, se bo električen zelo težko uvil okrog drevesa, zelo težko se bo uvil. Jaz rekel, po mojem, da se sploh ne bo, zmeraj me pa Murphy. No in ob trkih so te paketi noter, kot ste že prej omenili, imamo celice se združijo v module, modul se potem združi v to, kar mi rečemo baterija oziroma kar imenujejo baterija in to je notri zelo lepo spakirano, zaprto in statično, kar pomeni, da ob trku
rekel, zaenkrat mislim, da ne moremo govoriti, da je bil trg tisti, ki je sprožil vozilo električno v požar. Sama mehanska poškodba. Sama mehanska poškodba, ja. Prav, praktično ni avtomobila, ki bi zagorel izrecno zaradi mehanske poškodbe, baterij neposredno. Jaz sem zadnjič ko smo ta posnetek delali, pa do danes rekel, ok, pa vendarle, da ne bom kakšne neumnosti rekel, sem probal res te statistike pregledati in sem našel eno statistično lestvico nekih vozil, kako so se, ali so bile udeležene. In sem celo zasledil, da je nekam 0,00% je bilo v trgu udeleženo vozilo, je baterija prišla v požar. Vendar tudi tukaj ni odgovor, ali je to se pravi fizična poškodba baterije ali je ob trku prišlo do nekega, da reč, kratkega stika, ki je povzročilo gorenje. Jaz sem da razložim, mi smo v videu pač prikazali res, če pride do fizične poškodbe baterije. Pa še celice. Pa še to smo jo prerezali, orang pač prerezali. Ne? To je zdaj izhodišče, ki sem ga tudi sam hotel reči, da pa ljudje razumejo, je pa tako. Ne? Mi se zdaj pogovarjamo trg, kar pomeni, želimo pustiti vtis, tudi jaz, da pač, če električen avto voziš in še z njim zaletiš, ne boš zagorel. To je, ali pa verjetno je minimalna ali pa v najslabšem primeru glih toliko velika, kakor če si se z normalnim vozilom zaleta. Zgodba 2 pa je, da baterija gori. Baterija gori in gori burno in to zelo, rekel, z veliko kalorično vrednostjo. Baterija pa seveda lahko zagori zaradi zunanjega faktorja, ker vozilo se lahko užge zaradi čist drugega. Mogoče neko iskrenje v armaturi, mogoče čist nekaj drugega, ker če bi rekel, da ne zagori, pa tudi ne vem, zakaj danes gasimo osebna vozila kot takšna. Ampak to je zgodba. Avto je zagorel zaradi avta, temperatura, ki jo je proizvedlo v gorečo vozilo, pa povzroči segrevanje baterijskega sklopa oziroma celic in te preidejo potem v poškodbo, termični pobeg in naprej gorenje. To je zgodba A. Tukaj, če mi dovolite, kar takoj rečem, starejši te električne vozila so bile tako 10-15 minut gorenje vozila je že bil dovolj, da se je požar prenesel na baterijski sklop. Danes, kakor tele teste spremljamo, se pogovarjamo tam kar nekje 30 minut, mogoče še kaj več, da se ta požar iz vozila prenese na baterijski sklop. Prav, da se tukaj baterija pregreje, se pravi, ta fazni zamik imamo zdaj že pri novih pol ure. Ja, lahko že kar pol ure govorimo. Ja. Da ne bo pomote, zdaj se moramo zavedati. Nov avto je lahko različni proizvajalec, različna kalorična vrednost, kot če zdaj kdo rekel, tam je pa en žagar pri atmosfercih rekel, pol ure, to je zdaj pol ure drži. Ni res. Je to odvisno od tipa baterije, od kakovosti oplaščenega kletke in tako. Zdaj, drugi požar je pa požar baterije, ki je največkrat neka nečistoča pri izgradnji, lahko je neka napaka pri polnjenju, lahko je pač neka napaka v bateriji. To pa pomeni, da pa gre pa reakcija takojšnja. Se pravi, notri, če mi dovolite, imamo nek plus minus katoda anoda, imamo noter različne snovi, imamo noter tako imenovane plasti, ki razdvajajo plus pa minus in pa elektrolite. Se pravi, imamo potem te snovi, te elektroliti so pa tisti, ki so res, hlapljivi, burno gorljivi in tako naprej. In ko pride v notranjosti do tega kratkega stika teh dveh katode anode, seveda se to začne takoj, širčiti verižna reakcija. V nekem trenutku seveda baterijo odpre, ker pač ni druge možnosti in seveda ta snov prične izhajati na prosto. Kjer pridobi še kisik, najpogosteje vir užiga že kar tisto iskrenje in seveda to zelo hitro pride v požar. Reakcije so tukaj zelo burne, tudi malo odvisno, z katera je to baterija, je to tista izvedenka, kak smo se prej pogovarjali, je to res burno, ali je pa res intenzivno gorenje, ampak koliko sta imela priliko videti, to gori hitro. Ja. In mi rečemo nekako, da baterije kot takšne, ko ta reakcija poteka, ko gori, mi jo nismo sposobni pogasiti, ker to pač v določenih primerih celo z nanosom vode celo pospešujemo gorenje. Ta element gorenja je izredno hiter. To je, kot ste videli, neka celica je par sekund pa je bilo zaključeno, nek baterijski sklop, mogoče par minut pa je zaključen, ostanek, kar pa ostane notri, je pa potem požar, snovi, ki so ostale. Tukaj notri pa zdaj vse, od bakra, železa, fosfato in tako naprej, grafita, vse živo je notri. To je v bistvu taka segreta sredica. Tako. Mi to bi zdaj zelo grobo imenujemo, da imamo nek požar lahkih kovin. In to seveda mi ne gasimo, ampak ohlajujemo, kar pomeni, mi moramo to zadevo ohladiti. Zdaj lahko jo pustimo, pa pač to se ohlaja, kakor se ohlaja. Imamo, tudi najslabše čase, tam po 7-8 ur se to lahko ohlaja, lahko tudi več. Lahko pa mi to nalijamo z neko vodo ali pa z nekimi sredstvi, da to ohlajevanje pospešimo. Seveda moramo mi do tega kaj prideti. Zdaj, mi lahko vozilo potopimo, vendar če voda ni prišla v te module noter, je potopljeno za brez veze. Lahko baterijo dodatno odpremo, dodatno poškodujemo, dodatno preluknemo, da to vodo spravimo noter, zato da to čim hitreje ohlajujemo.
Ni pa, ker smo prej omenjali module, pa to ni, mi enkrat luknjo naredimo, pa smo zdaj zmagali. Ne? Se pravi, da mi velikokrat bomo mogli narediti več lukenj in tudi, da se vrnem nazaj, včasih smo lahko bili dovolj hitri in smo, preden se je požar preselil z enega modula na drug modul, že, zaustavili proces. Včasih smo ga zamudili in se je proces iztekel do konca. Ne? Tako da tukaj zelo težko rečemo, kje smo mi uspešni. Mi samo vemo, ko se enkrat ta verižna reakcija začne, ona gre do konca, dokler jo nekje na nekem mejniku ne ustavimo. Je pa dodatek, da spet novejša vozila, boljše celice, boljši dodatki, zakasnitve, manjša možnost nastanka požara, bistveno večja poškodba, da požara pride, kakor tisti prvotni, ki so se delali. Zdaj, odgovor kot gasilec, kot takšen, na cesti imamo nažalost še zmeraj stare in nove električne avtomobile. To bi jaz mogoče pa zdaj šel na konkreten scenarij, recimo, no? da dobimo klic, da je na severni obvoznici v nesreči udeležena ena Tesla. Kako se vi odpeljete na prizorišče nesreče? Kaj je drugače, kot če bi bil kakršenkoli drug klic? Drugače je to, da probamo prvič se takoj povezati z 112, če je mogoče v tem vozilu že nek e-call vgrajen, kar je danes postala kar taka dostalnica. Tako rekel, za nas je postala stalnica, da ga če dalje večkrat lahko dejansko uporabimo. In zdaj sve, to so večinoma dosti novejši vozila in ni nujno, da ga je ta predhodnik, se opročam, da ga je nek Renault Zoe imel pred 10 leti, danes ga bo imel. Kaj za nas to pomeni, če lahko to informacijo dobimo, potem mi točno vemo, za katerim modelom neke Tesle se ukvarjamo, ker Tesla ima tudi različne modele. Imamo programe, ki takoj lahko začnemo pregledovati, kjer konkreten model je, dobimo skozi programe, še preden pridemo na lokacijo. To se že med vožnjo dogaja. To govorijo o reševalni karti. Zdaj je reševalna karta, mogoče dve besedi. Bom tako rekel, v tem trenutku bom rekel, da govorimo o reševalnih kartah. Mi sicer uporabljamo en drug programček, ki so te reševalne karte noter implementirane in tudi bom rekel, mečkano drugače, ampak deva reči reševalne karte. Če mi vemo model, se to že vse med vožnjo začne dogajati, v nasprotnem primeru šele ko pridemo na mesto, je to za nas, v prvi fazi je to za nas, če je že iz baterije ven prišel, ali pa če je bil požar na vozilu, je to za nas primarno požar vozila. Se pravi, ga pogasimo tako, kot ga pogasimo vsako gasilsko vozilo. Klasično vozilo, gasilsko. Kar pomeni uporaba vode, polnilnega sredstva, zaščita, dihalni aparat in tako naprej. Vmes že poteka ta pregled, kaj konkretno imamo, kje je baterija, kje so odklopni sistemi in tako naprej. Ločimo požar vozila, v smislu nekaj se je začelo kaditi, pridemo in mi še preprečujemo razvoj požara oziroma smo še čisto v tisti fazi, odstranimo baterijo v smislu, da damo stran stiki z njo in tako zdaj, ali pa govorimo požar, avto je pač začel goreti na polno. No, drugi sklop je potem pa ta baterijski, kjer se takoj loti, ker mi dokler je avto v požaru, mi vidimo s termokamerami, da je spodaj neka baterija. Vendar glede na temperaturo, ki zgoraj narašča, mi od spod ne moramo definirati, ta temperatura baterije je že toliko velika, da je v požaru. Tako da prva faza gre mem, druga faza je potem ta baterija. Pregled s termokamero oziroma imamo tudi neke take daljinske termometre. Če je kakršenkoli sum dviga temperature, praviloma je tam, rečemo, pri 60 navzgor se začne marsikaj dogajati, pri 80 je pa neizogibno, je to jasen signal, da imamo tudi baterijo že v nekem požaru, ognju in tako naprej. In če se to zgodi, je potem ta proces, ki smo se že zadnjič pogovarjali. Temperaturni prag, ki pa lahko že detonira celice, pa že 60 stopinj. Pri 60 stopinjah se v baterijskem sklopu začne dogajati. Začne spreminjati kemijo, verjetno. Tako, se začne dogajati, začne spreminjati. Ni nujno, da bo bilo, lahko da bo, mi rečemo nekako. Je pa tveganje že. Ampak glede, da smo videli, kako baterija reagira ob požaru, predstavljam, da potem pač vi opozorite tam vse okrog, da to zna zdaj biti orang požar. Bom tako rekel, vse praviloma, ko vozilo gori, se ljudje že sami omaknejo. Ja. To pa je dobra plat filmov, ja. Če vidijo eksplozije, grejo sami. Tako da to, bom rekel, v takem primeru imamo najmanj težav s ferci. Tako da ja, če bi bili slučajno blizu, ja, seveda, vsekakor omaknite se. Kaj je dobra lastnost teh požarov, je pa ta, da to so zelo kratki impulzi. Tukaj govorimo mogoče, če rečem 1 meter stran od vozila, da še dobimo ta občutek teh plamenov, pa tega sem verjetno že kar veliko. No. Ok, bo nekdo rekel, jaz sem pa videl posnet, ali pa zanj sem imel pa priliko, smo pa zmerali, bilo pa 1,5 metra, no? Ampak jaz upam, da se razumemo, da to ni 5-metrski plamen. In je tudi skozi naše oči to zelo, zelo vidno, zelo izrazito. Se vidi, da gori nekaj drugega. Eksplozije,
Ali je teoretično možno? Teoretično je možno, zato ker vendarle je to zapakiran sklop, videla sta burnost reakcije, izgorevanje in to v nekem trenutku, če se ta tlak ne more sprostiti, ker to je le eksotermna reakcija, če se ne more sprostiti, pač neki bo neki odprl. Tako da v teoriji bi bilo možno. V praksi je pa v resnici to, da ko se ta tak sprošča, ta baterijski sklop oziroma ta ohišje popusti. Se pravi, on ima neke namensko odprtine. Ima varnostne ventile, ima tlačne. varnostne, vse ima. Murphy, rečemo, ali se lahko to nekako skupaj združi, zapre, zmeram, rečemo, v teoriji vse možno. Ampak do zdaj vse kaže na to, vsi testi kaže, da praviloma ta baterijsko ohišje se odpre, razdvoji in pride nek tak, da moramo reči, vzbuh navzven. Mi smo zaščiteni, mi uporabljamo in opremo, in dihalna sredstva in tako naprej, tako da verjetno bi bil za tega gasilca, ki bi se to zgodilo, en tak šok, kva se je zgodil. Realno pa ne pričakujemo neke eksplozije v smislu, zdaj imamo pa nek udarni val, zdaj imamo pa neke take poškodbe. No. Za ljudi po vsakem primeru svetujemo, če vidite vozilo, ki gori, v vsakem primeru odmaknite. Lahko je rezervoar za bencin, se odpre, pa bo bolj burno reagiral. Pri električnem avtu lahko pride, kot smeko, do tega nenadnega impulzivnega izhoda ven. Tako da v vsakem primeru maknite se 3-4 metre stran, čist nič ne boste narobe naredili. Kaj pa, če ima ta Tesla mal poškodovano baterijo, pa vi na termokamere vidite, da temperatura ne raste, a gre ta avto pol v neko karanteno? Ja, za nas je ta intervencija zaključena v tem trenutku. Bom rekel, dolžni nismo, ampak smo pa toliko zaveščeni, da in lastniku, in avtovleki, in policistom pač povemo, da je to, da je bilo, da pač obstaja neka možnost in praviloma so to proizvajalci in pa zavarovalnice tiste, ki zahtevajo, da ta avto odleži v neki karanteni. Zdaj, če ni res nobenega takega večjega suma na karkoli, če se ne motim, je v tem trenutku 3 metre prostora okrog, če pa utemeljen sum, da je bilo nek, da reč, trg, da je lahko prišlo do nekega požara, je pa neki 15-metrski pas, mora biti okrog in okrog vozila prost, zato da slučajno v fazi, ko bi bilo vozilo tam parkirano, ne izide, ne preide. Imamo pa tudi določene, ker sem prej rekel, da to ni vezano na neko zakonodajo, ampak je bolj na posamične individualne podjetja. Je pa celo, če je bil v požaru in se ve, da je res gorel in da ni potrjeno, da je baterija res ugasnila, imamo pa tudi primer, kjer je zahtevala zavarovalnica 30-metrski pas okrog vozila, karantena. Obvezno pa izven objekta. Kaj pa ta praksa, naprimer, predvsem nemški kolegi, ki imajo že za potrebe ohlajanja, se pravi naprave, sekundarnega reševanja požara električnega avtomobila, ki imajo že, naprimer, Scanijo, 3-aksarco, pa gor post-panama ladijski kontejner napolnjen z vodo, avtodvigalo. Ja. Čakaj, a obstaja to? Seveda obstaja. A imaš kakšno slikco? Ja, smo pisali tudi v Motorvi in enostavno so imeli primere, ki je prišel glih zaradi te nemogoče, bom rekel, ali pa ker ni bila mogoča izvedena karantena, ali pa ko smo se pogovarjali v videu, tak požar dejansko zahteva požarno stražo. Koliko je najdaljši primer, ki je izbruhnil? Trenutno je zabeleženo 14 dni po dogodku, je prišlo do požara na vozilu, ki je bil definitivno povezan z primarnim dogodkom. Čakaj, kaj naredijo? Potunkajo cel avto not? Avtodvigalo prime, tako kot pride na Dinosu in potunka avto v 11 kubikov vode. In je avto potopljen do strehe. Daj to mi pokaži. Mislim, bom linku v zapiske. Bomo pripeli zraven članek iz... Ti članek prepnije, smo pa med tem pokažem. Aha, vidim. Zdaj teh metod gašenja je več. Ene so bolj, ene manj uspešne in tako naprej. Imamo tudi v Sloveniji v bistvu, tudi bi rekel, se ne rabimo zdaj zaradi tega kontejnerja kupiti, pa ne enko denarja. Imamo tam kar nekaj podjetij, ki te zabojnike imajo, imamo mi dvigala in to lahko naredimo. Sve lepše, to rdeče barve pa tako naprej. In vsa ta sredstva tudi v Sloveniji imamo. Gre bolj za to, da v bistvu nobeno od teh sredstev ni, temu reči, top shit ali najboljše, pa vsaka ima neko svojo posledico. Konkreten primer, če govorimo o tem zabojniku, jaz konkretno nikoli ne bi nalil 11.000 litrov vode, jaz bi nalil vode samo toliko, da baterijo potopim, ker vse ostalo mi je brez veze, pa tudi efektanje. Problem nastane, da zaradi snovi v baterijah, se pravi vse, kar se noter nahaja, se to zdaj počasi prelevi v to gasilno vodo, rečemo, oziroma požarno vodo potem na koncu. In seveda mi smo zdaj dolžni upozoriti, da je ta tekočina bila kontaminirana, kar pomeni, da smo dolžni izvesti, oziroma preko država, če lahko to besedo uporabim, je dolžna izvesti meritev na tej vodi. Ali je to kontaminirana voda, ali se jo sme spustiti v okolje, ali se jo ne sme. In seveda hitro lahko pričakujemo, ker so že sam produkti gorenja
tisti, ki so, da imamo zdaj 11 kubikov kontaminirane vode, ki jo mora nekdo odstraniti. Zdaj pa še tisto firmo, ki jo imamo v Sloveniji, še tisto imamo probleme, je zaprta ali ni odprta. Ne? Tako da imamo tudi primere, ko se je kdo že v Sloveniji pogovarjal, da se bo to direkt v Avstrijo pelali in take zadeve. Ne? Tako da, če pa mi to, bi rekel, spiramo ali pa gasimo in voda, bi rekel, dovolj hitro odteka, pa trenutne študije, da ne bo pomote, trenutne študije, ki so seveda vezane na trenutno zakonodajo, kaže na to, da se vendarle teh snovi ne ustvari v taki kapaciteti, da bi bili lahko okolju škodljivi. Zdaj, če dam laično primerjavo, pa upam, da mi kdo zameril. Če greš lulat na polno v en sneg, je luknja noter. Ne? Če pa sem pa kaj krožil, je pa par lukenc. Lukenc nobeno pas, lukno pa si opazijo. Tako je ena primerjava. To je zdaj, bi rekel, ta primerjava. Ne? Poleg tega imamo mi tudi neke požarne odeje, ki so do neke mere učinkovite, pa imajo posledico, da se vzpod naberejo plini, pa lahko pride do sekundarnega gorenja, pa eksplozije in tako naprej. Pa imamo naprave, ki so izredno drage za preboje teh baterij in tako naprej, pa so spet lahko zelo učinkovite, pa po drugi strani zopet ne dodajo tiste vrednosti, ki bi jo potrebovali. Tako da je kar nekaj metod, s katerimi se mi lahko spopadamo, se z njimi pač jih koristimo, ni pa nobena, da bi rekel danes, to je to. Je ena prihodnost, zdaj ne vem, če smem proizvajalca izpostaviti. A si hotel za Renault? Bom tako rekel, Renault je definitivno ščepom za zalivati baterijo. Renault je definitivno eno izmed podjetij, ki je za gasilce naredilo ogromno, res ogromno, to je tudi ta njihova politika, bi rekel, gremo nasproti in so celo zaposlili enega izmed gasilcev v Franciji, ki je, bi rekel, na plačilni listi Renaulta in je v uniformi, bi rekel, francoskega gasilca in je tam vsak dan pri razvoju in so res naredili eno tako ogromno zadevo in oni so tudi rekli, se naredili tak, ne reč, gasilski pristop, ki ga zdaj potonovno še tako ne smejo več imenovati zaradi, bi rekel, okoliških proizvajalcev, je to zdaj neko drugo ime, ampak dejstvo, oni so šli nam na roko, da so nam naredili neko namensko odprtino, da mi to enostavno hitro nalivamo. Priključek Ni priključek, ampak dejansko na hišu baterije en tak poklopec gor, ki se bodi si ob povečani temperaturi ali pa ob nekje 7 barih tlaka, ki jih imamo mi na gasilskih ceveh, ta pokrovček potisne noter in mi prijemo do reku, da lahko začnemo polniti v hiše te baterije. Da ti ne potapljaš avta, ampak nafilaš vodo čez. V hiše baterijskih celic je pa tako ponovati tekočinsko hlajeno oziroma termalno nadzirano. Ja, razumem. Tako da tukaj to je taka primer res dobre prakse. Je pa tako, ne. Tudi pri Renaultu so neka navodila, koliko vode je to potrebno porabiti. Renault je tako, bi rekel, za moj okus zelo razumski, tukaj se pogovarjamo nekih 100 do 150 litrov vode v komponenti nekih 10 minut in bi mogla biti zadeva rešena. In roko na srce, imel sem priliko sodelovati pri teh testih, to, če vse špila, je res. To je zdaj dobra zgodba. Problem je, da veliko krat zaradi povečane temperature ta v hišek smo se prej pogovarjali enostavno popusti. In to ni več 100 litrov, ampak je kar 1000 litrov, to ni več 10 minut, ampak je hiter 1 ura. Zato, da ohlajaš pa zadevo. Tako. Kaj pa dobro, ne? Imamo pa nekaj, kar je že tam narejeno za nas. Mi se ne ukvarjamo z nekimi dodatnimi elementi, mi se ne ukvarjamo z nekimi dodatnimi stroški in tako naprej. Tako da Renault tukaj, mislim, tudi če mi bo ostali proizvajalci zamerali, ampak tukaj je Renault definitivno eden izmed tistih, ki je res naredil korak naprej. Jaz sem ga tudi mislil izpostaviti, pa še eno zadevo. Vsi vemo, da v tej želji po čezdalje večjih dosegih seveda mora biti tudi zmogljivost akumulatorskega sklopa čezdalje više. In to pomeni v končni fazi tudi večje po površini in po teži večje baterije. Ne? In Renault, na primer v Novem Meganu, mislim, da ima trenutno na trgu najtanjšo baterijo, ne? In so tudi sami priznali, da bi bilo problem gasiti, glih zaradi stvari, ki jih je prej Boštjan izpostavil. Tudi prebijati tako baterijo ni enostavno, ker to, če se ne motim, je celoten baterijski sklop 11 cm visok, ne? In na tiskovni konferenci, na mednarodni predstavitvi v Malagi, ki smo bili, nam je prav razvojni inženir pokazal pod zadnjimi sedeži, ne, to odprtino, ki poljo lahko naliješ in pride dejansko voda z gasilskega vozila do ta zadnje celice v hiši v baterije. Ne. Ja, tako je, to je res. Tako da jaz se tukaj pridružujem. Renault je tukaj res naredil veliko. Je pa v tem trenutku eden izmed prvih je pa proizvajalec Audi, ki je dal ravno na trg patent v smislu v primeru požara, da začne z avtomatskim gašenjem baterije v notranjosti. Iskreno povedano, zadeva je tako nova, da tudi nisem še uspel preučiti
preučiti v smislu, skje to vodo pobira, katero gasilno sredstvo. Je to ista voda, ki hladi baterijo? Mislim, se ne more biti, ker je premehna količina. Iskreno povedano, to je za mene informacija izpred dobrega tedna dni in ker je zdaj tako noro, tudi nisem uspel preučiti, kako točno deluje, je pa patentirano oziroma je zadeva aktivna v smislu nekih šprinklerjev v notranjosti baterije. No, tako da morda naslednjič. No, je pa tudi res, da Audi, mene ne čuti, da je tu med prvimi dal oni so se pa zelo veliko tudi ukvarjali s strukturno trdnostjo svojih baterijskih škatl, če jim smem tako imenovati. No, oni so imeli prav eno študijo iz enega primera poškodbe baterije pri njihovi konkurenci, zelo znani, ki prihaja iz ZDA. In so razvojni inženirji, to je Megan, ne? Je Megan, ja. Ja. In so razvojni inženirji dobili nalogo narediti eno najtrših v hiši. In jaz mislim, da po vseh trenutno znanih škatlah, se pravi strukturi, da ima tudi Audi eno najbolj trdnih pač v hiši za svoje baterijske celice. Ne? Boštjan, prej si omenil Ferbce. Kdaj bojo recimo Ferbci, da ne hodijo gledati te stvari, tja, ker ni najbolj primerno mesto, kdaj bojo imeli priložnost videti Heavy Rescue spet v akciji? Mi, bi rekel, ta event kot takšen delamo nekako na 2 leti, tako da če smo bili danes 22, 23, vidimo 24, ker enostavno je tako, mi bi si seveda želeli, da je to na letni bazi, vendar je, pač smo majhni, Slovenija smo majhni, tudi vsa ta vozila, vse to zagotoviti izredno težko, tako da mi zdaj že kar nekaj let zagotavljamo, da na tem dogodku dejansko režejo nova vozila, dejansko tisto, kar se vozi, in to seveda so prvič astronomski stroški in vse ostalo. Tako da 2024 se vidimo kot... Ste imeli pa letos kje? V Mariboru? V Mariboru, ja. Letos je bilo v Mariboru, do zdaj smo bili zmeraj v Ljubljani, letos smo se preselili v Maribor, tako da smo še malo ta štajerski konc vključili noter in moram reči, bilo tako izredno zabavno je bilo. Jaz bom v zapiske linku, ker je na spletni strani ogromno slik, posnetkov za vse tiste, ki jih zanima. Je bil fajn dogodek, sem si šel pogledati. Ja. Mene še dobro si preskočil si ko iskra iz celice na celico. Veš kaj, črto moramo potegniti pod temi požari na električnih avtomobilih. Se pravi, mi imamo sodoben električni avto, ki v nesreči je minimalna možnost, da bi zagoril iz, iz primarne poškodbe ob trku. Ne? Je pa težava, še vedno so pa ranljivi pa v tem primeru, da jih je težko pogasiti. Tako je. To je pol glavni problem. Tako je. Pač res main message, ki reče Anglež, je ne se bati, vozila so varna, ne se bati to voziti, kljub temu, da se kakšen posnetek vam pride, kaj se je zgodilo, ampak pač moramo razumeti, to je trenutno v razvoju in sve je to toliko bolj aktualno. Ko se užge, seveda, če imate kakšen gasilni aparat v vozilu, če vidite, da se to vozilo užgiga, pa da ste se meni pripeljali, skočite ven, pomagajte pogasiti, ker preventiva je preventiva, da kakršne koli pomote. Ja, pa tudi preprečiš naraščanje temperature. Tako, in čim je moment zamujen, čim vidite, da se karkoli dogaja, se lepo samo odmaknete od vozila stran, počakajte, da pridemo gasilci. Gasilci pač bomo izbrali eno od metod, ki bo v tistem trenutku najbolj primerna in pač zadevo rešili. Se moramo pa zavedati, da lahko bo to 15 minut, lahko bo to 2 ure, lahko pa tam tudi 6-7 ur. To pa tudi mi nimamo odgovora, kako bo zdaj to potekalo. Kot smo prej omenili, zelo je odvisen, kakšen ti baterije noter, v kateri fazi gorenja je in potem tudi kakšna okolica. Veš, kaj moramo še narediti? ABC gasilske kirurgije, metalurške, ne? Se pravi, 6. Čakaj, kaj? Tjano, najljubši kamion za posredovanje. 6. Zdaj bom pa toliko pozoren na cesti. Pa v bistvu, daj pozivam vse, da če jih vidijo na cesti, pa 6, da slikajo, pa pošljajo kakšno slikco. Ja, ampak če jih že to pozivaš, naj se še prej umaknejo pravilno. Ne? Reševalni pas pa... Ne, pa fotkajo naj tisti, ki nimajo volana v roki. Da pohvalim, reševalni pas kot takšen, se pa, rekel, so še primeri, ko ne deluje, so še, ampak generalno pa... Hvala vsem voznikom, ki upoštevate reševalni pas. Hvala še posebej Tepan že, ki je bil en od prostovoljnih gasilcev, ki je s tistim svojim maratonom pred kamionom začel nas vse upozarjati na to. No, ampak hočem, daj povej še to,
ta glavno urodje. Kva imamo Weberce, škarje, razpiralko. Ja, zdaj me bojo proizvajalci malo ukregali, ker me ga izpostavil, ampak ne, tako rekel, ne, imamo škarje, ki je seveda za prerezovanje, imamo razpiralo, ki je generalno za raztegovanje in imamo cilindre, ki so ravno tako za raztegovanje. Rečemo, to so neka 3 primarna, hidravlična orodja. Plus to je pa seveda še cel kup enih manjših orodij, kot so lisiči repi in tako naprej za pač dosego svojega cilja. Zdaj malo še sile povej, koliko to laufa. Sile je zelo odvisen od modela, ne, to je tudi, izredno ne fair, da rečemo kaj, ampak danes ta orodja nekako, mi rečemo na tistih konicah, kjer primarno štartamo, se gibljajo tam nekje okrog 5 ton, se pravi 5000 kg neke moči raztegovanja. Te optimalne točke, ki jih še lahko dosežemo in pa pametno koristimo, pa danes prijo lahko tudi nekje tam, rečemo 100 ton oziroma 100 000 kg nekega potiska. No. Tako da tukaj prijemo. Je pa dejstvo, dobro veste, prej sta omenjala materiale, danes se določena vozila imajo integrirane materiale, ki pa se branijo z nekje 20 tonami na kvadratni centimeter. Kar pomeni, da tudi če tam res, mi imamo silo za nekaj prerezati, imate tudi na drugi strani silo, ki jo je potrebno prerezati. A pa imaš ta razpiralni cilinder za haklaš? Mi imamo en tak, ki slih rekel ABC, mi rečemo tako, ne. Če zadevo prepoznaš, pa veš, da takoj, da pač, edina pot je to, gremo v tej poti. To je bil prej primer, ste rekla, koliko časa traja, ne. Če mi vemo, da imamo tako vozilo, se niti ne bomo letili boka, ampak bomo upeljali čist drug pristop skozi streho, zato da če skupimo noter, ne. Če pa nismo čisto sigurni, da nimamo nekaj izkušenj, pa rečemo, štartaš tako, kot znaš, v momentu, ko vidiš, da si prišel na točko, da ne gre, najdi alternativne reze. Če alternativni rezi se ne izidejo, probi potisniti, če ne moreš potisniti, potem raztegni tako, kot je avto prej obstajal. Čisto po domač povedano, če vzamemo plastenko z vodo, ko je cela, ko jo stisnem skupaj zmačkana, če uspem nazaj raztegniti, je spet cela. Tako je tudi taka abeceda našega postopka. Ja, dajmo sam še pogasiti tale podcast z zadnjim atmosferskim vprašanjem. Kjer je bil tvoj prvi avto? Moj prvi avto, sem ga vozil, Hyundai GLS Pony. Rižal na rastak. Pony je legenda. Ja. A veš, da je Pony prej... Pony je prej prerjavel, ko pa da bi odpovedal na cesti. Jaz bom tako rekel, tistega Ponija je kupil moj oče, spravi bil družinski avto, potem ko sem jaz naredil izpit in ga imel možnost pač nabiti, šel družinski dogovor. Ne morem reči v takem, kako se ti mora reči, družinskem odkupu, ne, v narekovajih, low budget. Ne. In tisti avtoček je tako rekel, jaz bi rekel, v mojem slavnem spominu je bil samo po eni lastnosti. Ni svejo ti slabo druganja gor dol ali česa drugega, ki je bil res tako mehak, ki je to plaval gor. Da sem bil tako izredno zadovoljen. Ja, delo je pa skozi. Skozi. Ja, je bil pa korejski pionir na naših cestah. Ja, to, ja. Pa veš, kaj moramo še povedati, zdaj, ko smo glih Hyundai ven vrgli, ne? Hyundai ima zelo dobro poskrbljeno za varnost v električnih avtomobilih, ne da drugi nimajo, da ne bo pomote, ampak jaz sem bil slučajno zraven, ko sem prišel na servis, ko je bil zdaj v poklic, ko so na ionikih električnih prejšnjih menjali baterijo. In so mi fantje pokazali prvič, kako imajo dobro pripravljeno za preložiti module baterijskih celic, tudi pri ostalih modelih, drugič pa kako imajo to samo kontrolo prevodnikov oziroma električnega toka, da tam čim pride do kakršne koli izredne situacije, proženja airbagov ali kaj takega, ko gasilci pridejo tja, je v bistvu baterija že na vseh nivojih izklopljena. Ja, to imajo vsi, no? To je treba poudariti, da te kombinacije z airbagom in tako naprej sistemi odreagirajo in se izklopijo. No? To je pač nek tak pravilo. No? Ne, če se ne motim, ker smo mi pred leti, AMZS pa ostali partnerski avtomobilski klubi v Evropi smo z gasilci tudi razrezali čisto novo, takrat Ampero E druge generacije. Ne? Se spomnim, da je imela še na 3 mestih, da je lahko gasilc se prav s potegom za teznega traka prekinil popolnoma toliko krog. Naprimer, ni bilo še... Pa ni več zadnje vprašanje, že pred zadnje. Na splošno velja pravilo, tudi nek standard v zadnji stoji, da vkolikor se sproži airbag ali zatezalec, oziroma če gre vozilo na streho, pri čemer seveda, ker gre na streho, je posledica potem neko proženje, pomeni, da gre vsi sistemi v izključitev. Tudi mi gasilcem rečemo, če vidiš to, potem si varen. Mislim, si varen. To je pol klasična prometna. Vkolikor se enega od teh 3 stvari ne pojavi, potem so še zmeraj odklopna stikala, katera omenjaš, se
pravi, imamo lahko različne tipe ali varovalka, nizko napetostna za visoko napetost ali varnostna zanka ali varnostno stikalo, oziroma imamo potem še ta servisno stikalo, ki sicer je spet dilema, eni pravijo ja, eni ne in tako naprej od proizvajalcev, tako da potem gremo pa v te sekundarne, ki ste jih takrat vi probavali. Tako da to še zmeraj vse obstaja, razlika je samo ta, da zdaj pač mora biti vezano na sistem trga, se mora izklopiti. V nas očitno še kar tli, imamo materijale še veliko. Mislim, ker se bomo še dobili. Ne? Smo skoraj na 2 urah, vse to sem hotel predlagati, da še 3. smeno naredimo. Ja, mislim, 3. smeno je pa kolega Jure, vodja, pa mogoče potem on pride. The best, jaz sem ful užival, Boštjan, ful ti hvala. Ja, hvala vam za vabilo. Zdaj, če smo kaj pametnega povedali, pa bili slušalci od tega, ki je imeli, smo zelo veseli. No. Pa jaz ti želim čim manj polnih lun, pa petkov 13 na dežurstvu. Pa bi tako rekel, predvsem jih mojim sodelavcem zaželte. Pa Jure je dal kapo dol, folk, Jure je dal kapo dol. Pa nisem vedel, on ima lase. Je le to? Gasilcem, reševalcem vedno dan kapo dol, ker ste res fajn pobje. Tudi noben ni, zdaj nočem se grdo izraziti, ampak noben po človeški plati se mi zdi, da ni rit v teh enotah. Ne. Folk, hvala. Ajde, čau. Ajde, držite se. Čau. Kaj smo dobili? Kaj je 1 uro? 2 uri? Se pravi, niste rekli 1 uro. Ja, sem to en boljših podcastov.